Dragi kolesari in drage kolesarke, dobrodošli v novi epizodi Zasliševalnice in današnji gost je res krasen model, je Kita, je najhitrejši serviser televizorjev in gospodinjskih aparatov, pravijo mu tudi afriški lev in je nedvomno legenda vseh maratonov in etapnih dirk in predvsem legenda slovenskega gorskega kolesarstva. Drage dame in gospodje, z mano je Peter Vesel! Živijo, pozdravljen. Peter, dobrodošel klele v moji ljubki kleti. Najprej začneva s kratkimi vprašanji. Dej se predstav publiki, kdo si, koliko si mlad in od kje prihajaš? Sem Peter Vesel, prihajam iz Cerknice, mlad sem pa 59 let. Da mi povej, kakšno hrano najraje ješ? Jem vse, lahko rečem vse. Narajš imam meso. Se tudi sponzorja imaš še enkrat tazga hudega? Imam, Hot Horse, ja. Mi pomaga pri tem precej. Tako da ja, ampak drugače pa jem vse, kar se skuha doma, od repe, zelja, korenja, ne vem, kolerade, krvavic. Se pravi, domač človek. Ja, žgancov, raznih krompirjevih, koruznih, zacvirke zabeljenih tudi, ne. Vse redom. Vse ješ? Vse jem. Kljub temu, da si v športu, ka moraš malo paziti na linijo? Ja, nekako imam to srečo zgledano, da se sprot pokurimo, ne. Ja. Tako da sem tudi velik ljubitelj čokolade, čeprav tega mogoče ni videti, no. Ampak je pa tudi res, da pred važnimi dirkami zelo pazim predvsem na sladkarije, no. Ostalo mi niti ne dela problemov, sam sladkarije pa res znam pretiravati. Take, kako bi rekel, tudi po 30-40 dek na dan, če je treba, ne. Ampak ko se na neko stvar zares pripravljam, takrat sem to ukinem in zadeva rešena. Hvala Bogu, da migaš, a ne? Ja, migam. Kaj pa je tvoja najljubša pijača? Čaj, voda. Ja? Nekako, ja, ne kompliciram teh raznih gaziranih pijač, niti ne pijem. Pa ne, da bi si jih odrekel ali bilo kaj, ampak enostavno mi ne pašejo, no. Edino po sami etapi ali pa po kakšni težki dirki spijem res kaj tazga, kako bi rekel, ne vem, sladkega, ne. Recimo Fanta, Ja. a ne, ampak mora biti tuna, ki ima veliko cukra noter, ne. Ja. Ne una navadna, no. Ja, in to. Odlično, vidiš, to te ohranja tako mladega. Ne vem, če je to krivo, no. To je, mislim, bolj da je genetika. Da je genetika. Ko se takole prevažaš iz ene dirke na drugo in po svetu, kaj najraje poslušaš v avtu? Ali tako? Pač vse redom, no. Niti ne kompliciram, ponavadi le, ker se po Sloveniji vozim, imam požgan Val 202. Aha, tako, Ja, radio pač. tako radio, ja, še ki pač zvem kakšne novice in to. In ja, muziko pa različno, karkoli se vrti, mi je v redu. Če bi pa mogel izpostaviti en komad, ob katerem ti zaigra srce, pa kvato? Ma kaj pa vem, zdaj se niti ne spomnim, v mojih časih lahko rečem, da smo poslušali Boba Dylana, Neil Younga. Ok. Pač tako muziko umirjeno, no. Ne maram nega razbijaštva, no. Tega pa res ne. Se pravi, ti bi zdaj tale moj uvod mal too much. Ne, ni bil, to je čist tvoj stil, vse okej. Ja. No, to, evo. Zdaj pa tako, če bi imel kar naenkrat na računu, mogoče pa imaš, 1 milijon evrov, kako bi jih zagonil zdaj? Nimam ga, sploh ne vem, včasih se tako s kolegi pogovarjamo, kaj bi bilo, če bi bilo, ne. No. Ampak enostavno se mi zdi, da živim to skromno, no. Da ne pretiravam, nimam nekih velikih želja, potreb. Ne vem, mislim, da bi živel enako, kot živim zdaj, s tem, da bi si mogoče v smislu privoščil več, glede potovanj, mogoče dirk, bi bil pa sigurno še zmeraj serviser in isti jaz, kot sem. Bravo, lepo slišati to. Tvoj najljubši letni čas? Poletje. Kaj ti pa res draži živc? Ne vem, se mi zdi, da mi je kar težko spraviti na brate, no. A res? Imam zelo velik ta prak, ne. Tako da nekoč mi je ena stranka rekla, pač očitno se je tela skregati z mano, ne. Pa rekla, z vami se pa res ne da skregati. Jaz sem rekel, pač zakaj bi se? Jaz imam interes pomagati vam, ne pa se kregati z vami, ne.
In Lepo, zmeraj znaš. poskušam najti neko tako, primerno besedo oziroma komunikacijo, da res ne pride do kakšnega zapleta. No. Ampak če pomisliš za nazaj, kdaj pa je trznil tvoj živce? Ne vem, že dolgo se ni to zgodilo, sploh ne vem kdaj. No, to je v redu, ne tako ostane, deva reči. Ne ostane, ja. Ok. Najboljši nasvet, ki si ga dobil skozi tvojo kariero oziroma v življenju? Kaj pa vem, lahko rečem, da sem rastel gor na kmetiji, no, vsaj prvih 12 let, no, veliko sem bil starim matem, starim očetom, vedno mi je rekel, da pač treba držati besedo, če se nekaj zmeniš, mora ta beseda veljati, pa tudi, če greš zdaj zaradi tega v svojo škodo. In mogoče tudi zaradi tega se ne zapletam stranki, ali pa da bi se kdajkoli skregal z njimi, vedno je pač vse tako, kot mora biti. In če je že govora, dragi moj, o nekih strankah, pa to, prej sem te napovedal, da si najhitrejši serviser televizorjev in gospodinjskih aparatov, kaj zdaj točno počneš? Ja, servisiram gospodinjske aparate, tudi televizorje, no, pač to je moj poklic. Koliko časa že to počneš? 40 let bo letos. Čestitam. Ja, s tem, da pač delam to, lahko rečem, že 12 leta. Ja, pač oče moj je tudi serviser bil, no, tako da tam po 14 sem jaz nekako že znal generalno narediti pripravljen stroju. A, res? Ja. Ej, koliko je pa težko čez leta slediti tej tehniki? Ne vem, če si skozi zraven, pa če se zanimaš, imaš obenem še zraven garancijske servise, potem to nekako gre. Ej, kako pa usklajuje zdaj, se pravi, svoj šiht, predvidevam, da si SP, sam Ja, svoj tako je, šef, ja, tako je. in treninge? A je to težko? V bistvu niti ne, ker nekako delo mora biti narejeno. Naučil sem se, ne rečem od začetka, ko sem začel trenirati, je bilo tisto breme, moram na trening, potem v enem določenem trenutku sem nekako preklopil na sistem tak, ne. Se pravi, če vidim, da imam danes ogromno dela in ne bom mogel se ga pač podelati in še na trening iti, enostavno pozabim na trening, podelam stvari, ki so za narediti, sem miren, služba je narejena in potem imam naslednje dni bistveno več časa za trenirati in sem miren in nisem pod stresom. Se pravi, nikoli ne bi pristal na to, da bi imel ti svojega šefa. Ne vem, nekoga nisem mu, ne vem, kako bi bilo, če bi ga mu, ne, ampak se enkrat dejansko res sam razporejen svoj čas, tako prosti čas kot delovni čas, ne. To so pač dobre stvari in slabe, ker zmeraj pravim, nimam delovnika, ampak nimam tudi sobote pa nedelje, ne. Se pravi, če imam za delati, bom delal tudi ob nedeljah, ne sicer na terenu, ampak v delavnici pa ja. Ej, pa da potem dela še to nekako speljava proti koncu. Če bi mogel izpostaviti, ko te nekdo pokliče, kaj rečeš, ok, tole bo pa easy money, kaj pa rečeš, fuck, res moram se tega lotiti, zakaj? Ne, to mi je pač izziv zmeri. Izziv zmeri? Ja, to nekako, dobro, imam nekaj aparate, ki jih sploh ne servisiram, jih nočem servisirati, ker pač to sem se tako odločil, ki mi pač ne pašejo, oziroma vsega se ne da delati, ne. Ampak meni je izziv recimo največji ta, da je nekdo pred mano že nekaj delal, da niso mogli popraviti in da potem jaz to rešim. Takrat niti ne gledam na samo ceno, ampak je to za mojo dušo, ne. Ej, a bi rekel, da je čez dalj manj takih kalibrov, kot ti? V bistvu jih ni. Jih ni, a ne? V bistvu jih ni. Evo, čestitam. In zdaj, če greva midva kar, če si za, greva v glavnino, da te malo spoznamo. Daj nam zaupi, kako si ti sploh začel, kakšno je bilo tvoje otroštvo, kakšna je bila tvoja pot do dejansko gorskega kolesa? Ja, kot sem že rekel sam, sem živel na vasi, in enostavno tam pač mularija, smo se preganjali s kolesi. Zdaj, s 4 leti točno se niti ne morem spomniti, vem, da sem eno manjše kolo, sem se že takrat delal skakalnice. Moj starata je zmeraj rekel, da grem ko Alija, da se bom en dan ubil s tem kolesom, ne. Ja. In nekako tako je bilo, niti se spomnim, da sem, ne vem, če se vsi spomnite unega trika, ko smo obračali bilance okoli, ne, jaz sem to delal pri svojih, recimo mogoče že 7 letih, 8, ampak tega mi ni noben povedal, to se pač, takrat ni bilo Instagrama, takrat ni bilo YouTubea, enostavno pa sem se sam spomnil, ampak vem pa, da sem to počel. Da si to počel. Ja. Samo iniciativno, ne. Skakalnice tudi, nisem videl nikjer, sem si delal sam, ne. Tako je bilo. Se od mladih lok kolo. Skozi kolo, ja. Vmes še kaj drugega?
Potem pač, ko sem končal, ko sem prišel z vojske, sem najprej učil tenis. Bravo. Ja, najprej učil tenis, igral tenis, naredil trenerski tečaj tudi in tako in vse. No, na kar pač splet okoliščin, ne vem nič sam kakšen, sem dirkal še z motorjem. Kaj to gre? Kako? Superbike in 125 Grand Prix. Se pravi, 125 kubični motori, ki so jih naredili, mislim, da takrat na leto 500 na Japonskem in so bili narejeni izključno samo za dirkati na dirkališčih. In kako si se ti takrat v tistih cajtih sploh dokopal do tega motorja? Takrat sem spoznal Gregorja Gorca. Okay. Nekako sem hodil na Grobnik in sva se tam nekako spoznala. No in potem sem prvi motor kupil od njega. In pač tudi je bil njegov mehanik, pa tudi moj mehanik in sva bila taka dobra kompanija, no, tako da smo se res fajn imeli. Kot zgodil peljan model, ki je že servisiral to belo tehniko, tako je ti to tudi koristilo pri servisiranju kakšnih motorjev? Si se znajdel pri tem? Ne. Teh stvari pač nisem tako sam počel, niti motorja nisem sam šraufal, niti kolesa ne šraufam sam, znam osnovne stvari popraviti, znam nastaviti, ampak enostavno se mi zdi, zakaj bi se jaz matral 5 ur, če le kdo nek mehanik naredi v 2 urah in je brez smisla. Vsak je za nekaj. Tako je. Ampak lahko pa potegnemo črto, da je servis bele tehnike prinašal denar. Ja, seveda, takrat štartov bistveno več kot zdaj, definitivno. Ali bi rekel, da je tako bilo? Velika razlika. Ok, hudo, se pravi z motorji dirkal, kakšna poškodba hujša takrat ali ne? Z motorji v bistvu nič kaj hujšega, no, pač bilo je par pacov na Grobniku, no. Par je bilo, ampak da bi bilo kaj hujšega, pa ni bilo nikoli. V kateri periodi časa da to govoriva? Kjerega leta je bilo to? Recimo, da sem bil star takrat cirka 26 let, no. 25-26 let sem bil star, ko sem motorjem dirkal. Koliko je to leta, kjerega je to? To je bilo pa tam okrog 90 po mojem, ne vem. 90? Kaj pa vem, ne vem. Okay. In zdaj transformacija iz motorja v mountain bike, oziroma je bila še kakšna cesta vmes? Ja, v bistvu ne. V bistvu je bila prvo cesta. Nekako je bilo tako, da jaz že takrat sem imel pač običaj vedno, da sem šel enkrat na leto na Vršič s kolesom, brez treninga, brez vsega. Nekako, če sem šel tam okoli 50 minut, se nekako je v redu sem, No, in potem je bila neka stava z enim mojim kolegom, kjer je pač nek odsek tam v naših krajih prevozil s poprečno hitrostjo, ne vem, 37 na uro, ne bo ful zadovoljen in sem jaz rekel, sliš, se nič posebnega, se ne kolesto rabim 3-4 mesece in bo šlo čez 40, ne. Ja, in točno tako je bilo, pa sem začel trenirati, sem padel nazaj noter, ne. In pol je šel tako korak po korak. Prvo na cesti, takrat so bili pač popularni zelo vzponi. Sem hodil na te vzpone. Potem sem nekako prišel do Sreča Komaca, tudi sam ne vem spet kako, se niti ne spomnim točno. Bil je takrat Srečo Komac, Urban Komac, to so bili Sirnik, ja, in tako naprej. Meni kot zelo nekem takem mladem modelu v tem športu, kdo so bili ti modeli? Ja, to so bili takrat dosti hitri fantje, no. Lahko rečem, Urbani Bočani reprezentanci, Sirnik isto, Štrancer Primož je bil tudi, sam ni bil pri Unitimu, mislim, da je bil druge. Potem je pa še v Unitimu še Jure Golčar. Ok, to sem tudi slišal. Blaž je bila tudi pri Unitimu, Klemenčičeva, takrat Pinteričeva. Prišel je tudi Pinta kot trener tja. Tako da je bilo pač ena taka velika družina, no, ampak jaz sem pač kmalu potem je pač tudi Unitim sicer razpadel kot velik klub, tako da sem pol, v bistvu lahko rečem, do 3 let nazaj bil sem še jaz člana, Unija? Ja, Unija, tako je. Kaj zdaj pa to umrlo? Ja, nimajo več, ni več kluba, pač, ker enostavno Srečo pa Maruša ne morete to več voditi sama in se je pa zgodba zaključila, no. Če ni zdaj skrivnost, v katerem timu si pa zdaj ti pol? Zdaj sem pri Pro Adventure, PH, to je pač obenem tudi trgovina, s kolesi in športno prehrano. To servis imajo in nekako oni imajo svoj klub in sem tam, tako da dobim licenco in sem pa njih registriran. Ja, sem zadovoljen. Nisem imel zahteve, a veste, kdo sem? Ne, ker pač jaz nekako poskrbim sam zase, imam svoje sponzorje, svoje pokrovitelje in zame je dovolj, da dobim licenco in da se imamo fajn in to je to. Bravo, ta star.
Ej, hudo. Me pa zanima tako, še vseeno si dirkal superbike motorje, kako da nisi mogoče, tam je bila hitrost, ne? Kako da si nisi mogoče kakšne downhill vode spustil ali pa... Ne vem, nikoli nisem niti pomislil na downhill, no. Res? Enostavno nikoli, vedno pač na ta, spomnim se prve dirke. Kje je bila prva dirka? Prva dirka je bila moja mountain bike, pelil mi je Gašper Aktja. Okay. Z njim sem šel z Unitimom. Lahko pošteno povem, da sem bil po dirki ko pretepen. Res, ker pač je bil muskelfiber tak, bolelo mi vse. Po mojem se me tudi členki boleli tukaj. Ja. Tako da je bilo res ena taka divja izkušnja. Bili smo pa v Bujah. V Bujah spodaj neko nogometno igrišče in tam okrog tega nogometnega igrišča bo to vse skupaj speljano. A se tam zdaj še kaj dogaja, kakšna ta zlik liga ali to ni? V Bujah ne vem, jaz mislim, da spodaj ne, takrat pa je dirka bila, ja. Mislim, da smo je dvakrat peljali, ampak ja, tam je bila moja prva mountainbike dirka. In si se potem po tej prvi mountainbike dirki ti pol zaljubil, to si rekel, to bi pa jaz počel, ali kaj je tisto, kar te je držal, pa te še vedno drži v tem? Pač enostavno uživam na kolesu, pač pri mountainbike imam vse, je ta pač adrenalin, včasih ki malo skočimo, gre tudi hiter dolino, ni tistega hrupa, ki je na cesti stalno, pač te razmere na cesti so res, lahko rečem, iz leto obupniše, ne. Predvsem pač vidim, da ljudje so veliko na telefonih in lahko povem zadnjič primer, ko smo bili skupaj na treningu dol, sicer sem bil s cestnim, včasih grem tudi na trening s cestnimi kolesarji, Ja. predvsem tako da... Pa z mountainbikom golno zdravo? Ne, grem tudi s cestnim kolesom. Aha, okej. No, in zadnjič je bil seveda spredi na, pravimo Fering, ne, z Lukom Jezgacem, ne. Ja. In če ne bi Luka instinktivno premaknil roke noter proti meni, ki so bila skupaj, bi ga zbil z ogledalom in tipa, ne. In hodijo res eni na milimetre mimo naših bilanc in to res, pač te ljudje to poslušajo, pač ni se zavedajo, da pač ogrožajo naša življenja in da to ni hecno. Ohranite primerno razdaljo. Tako je, res, ker je pač lepo je, ko vidiš, da te nekdo prehiti res ne en meter, ne meter pa pol, ampak tisto, ko gre pa na desetinko milimetra in tebe, pa se tudi ljudje ne zavedajo, kako malo je treba, da pride do smrtne nesreče. Ja, se strinjam. Pa imate zdaj, ko greste slučajno na cesto, pa to zdaj sem opazil, da so že te neke te radarske lučke od zadaj, ki ti javljajo na Garminu gor. Ja, samo ti vidiš, da gre avto zadaj, samo zaradi tega se ta avto ne bo maknil, ne. Mogoče se saj ti malo pripraviš. Veš, da gre avto zadaj, ja, ampak enostavno gre včasih res tako netesno, da ne moreš verjeti. Jaz pač lahko rečem zase, tudi nekako druge opozarjam na to, da se ne vozijo po robu cestišča, govorim za kolesarje, da vsi vzamejo meter pa pol od roba. Zakaj? Zaradi tega, ker v nasprotnem primeru tisti, ki te zadnji prehiteva, tudi če gre avto nasprot, te boš prehiteti. Če si pa ti meter pa pol od roba stran, pa načeloma ne. Načeloma, se pa tudi zgodi, da imaš take paciente. Ja. Če zdaj pred tebe razumem, ti bi rad rekel, da moraš malo od roba ceste ti meter pa pol. Tako je. Zdaj, jaz sem kolesar, ampak sem tudi jaz voznik. Ja. Priznam, da bi te povozil. Ne vem, če bi, jaz sem take izkušnje, da ne. Ampak, a veš, da se pogovarjava. Ja, pogovarjava se, res je. Zdaj, jaz se kdaj pelem, pa sem zelo spoštljiv do kolesarjev, ker sem tudi jaz kolesar, ampak kdaj, naprimer mogoče kakšen meter pa pol, pa sta kdaj, mogoče če si sam, pa da je res ta bankina zraven, bom rekel, neutrjena, pa to ajde še razumem, ampak kdaj sta pa dva nonšalantna kolesarja, ki pač ne jebeta. In mislite, da je ta cesta njuna, kako... A bi ti spol smatraš, da se tega kolesarja isto udeležence v prometu in se pošteva skoraj en avto? Ali bi rekel, da... To pač vsi vemo, kako je, da to pač je zakonsko prepovedano, se vozi v štiric, ne. Tako da, ja, je zakonsko prepovedano, tako da če se jaz vozim v štiric, priznam, se tudi vozim v štirica, ne. Si so vsi. Pa se vsi, ampak, če vidim, da je zadnji avto, ali če celo potrobi,
se omaknem, se postavimo ena po ena, pomaham 5 mimo, ki je prostor in tako naprej. Tako da pač mora biti neko spoštovanje en do drugega. No. Boje stranski. Obe stranski, tako je. Okay. Tako je. Zdaj pa tako, ti si začel se prav buje in potem te tvoje začetki, a je to bilo že od začetka maraton ali si bil prej prav cross country? Ne, v bistvu takrat v tistih letih je bila nekako tak hit v Sloveniji, so bili predvsem pravim vzponi z gorskimi kolesi, ki je bil prav hit, pač tako res, lahko rečemo, da Orange liga, no. Po koliko tekmovalcev na dirkah? Ogromno. A ste ga srali? Ne. Dej nehaj, no. Dej nehaj. Ne, mislim, ne da bi ga sral, ampak enostavno je bilo res ogromno ljudi, no. Ogromno ljudi je bil res pokal Orange in bil je pa tudi cross, no. Bil je pa tudi cross? Ja, bil je pa tudi cross, ja. Tako da je bilo vse eno z drugim. In potem je nekako prišlo to iz več sponov na več crossa. Potem so se pa nekako postopoma, tudi sam ne vem spet, kako se je skupaj začelo, so se začeli pa ti maratoni. Enkrat me celo Jure Robič povabil, da bi šla skupaj v Avstralijo dirkat, na krokodila, ampak sem mu rekel striktno ne. Sploh z njim ne, no. Ker pač ne, lahko rečem tako, z Juretom sva pač ista letnika, sva bila prijatelja, sva se poznala, ampak Jure je bil enostavno na kolesu drug človek. Smo hodili tudi skupaj na to dolsko rundo in to je bilo zmeraj pač drug na glavo. Drug človek je prišel do daske? Ja, vedno neko dokazovanje, vedno čez sebe, vedno pač... A pa bi rekel, da mu je mogoče to tudi prinesel te rezultate, ki jih je dosegel? Ja, enostavno zato, kar je počel on, može biti nor. Tako je. In če to ti rečeš, ne? Ja, ker tudi nisi li. Pač spet bom rekel tako, nisem pristaš dirk, kjer se ne spi, ne. Nisem pristaš tega, priznama, ne. Sva se enkrat pogovarjala s Tomažem Kovcem, ki bo z mano na dirki v Južni Afriki, ko snemal pač, ko delal pač film z RTV Slovenija in mi je rekel, pač on je bo tudi z Juretom velikrat, pa s temi fanti, je rekel, to pač ti rami, pa te stvari, to nima nobene veze s kolesarstvom. To je pač mučenje. Kolo, ki ga sicer uporabljaš, ampak to so druge stvari, katere moraš ti pač iti preko sebe, da lahko to zvoziš. Ne. Jaz zase priznam, da ne bi mogel, mislim pač, enostavno jaz, če ne spim, sem mrtev. Razumem. Ja. In da če se vrnemo malo nazaj, se pravi cross country, lahko ti kot zdaj ekspert razložiš meni in mojim gledalcem razliko med cross countryjem pa razliko med maratonom? Ja, razlika je velika, ne. Nekako na cross countryjih se dogaja to, da lahko progo prej naštudiraš. Odpiraš prej, ne vem, jaz sem zmeri kada sem šel na neko dirko resno pelat, tam nekaj minimalno 15 krogov, da pa se navoziš, lahko rečem, poznaš vsak kamen, poznaš vsako linijo, temu lahko prilagodiš in vzmetenje in pritisk v gumah in vse, ker pa vse poznaš. Na maratonih so te etape dolge po 4, 5, 6 ur, pač odvisno od etape do etape in enostavno tega ne moreš naštudirati. Čeprav zdaj vidim, recimo te boljš fantje, tudi lahko rečem moje kategorije, 50+, vem za lansko leto so bili Švicari nekaj pepik en mesec prej in so pač, ja, vse te hudovce, ki si pogledala, ne. In profi isto se naštudirajo prej. Zdaj se to se naštudira prej. Včasih se ni, zdaj pa se, tako mi rekel, no. Mislim, valjda je tudi vedno odvisen tudi malo od financ. Seveda. Finance so zmeri si jaz, če bi mu, pa ne bom rekel sem finance, gre se tudi za čas. Bi šel en mesec prej v Afriko. Bi šel? Bi šel, seveda bi šel. Ker pa se navadiš na vročino, navadiš se na teren, pač, ko se pogovarjam s profesionalcem, ne vem, sem na vezi s Hansom Beckingom, on mi pravi, oni gredo v Afriko cirka 14 dni do 3 tedne prej, da te ključne dele naštudirajo in vsaj spuste in tako naprej, da pač vidijo. Predvidevam, da je tudi ful važen, da veš, koliko imaš rezerve v sebi, da zvožeš normalno do cilja, ali ne? Ne, to ni važno, ker itak veš, koliko je dolga etapa, veš, koliko imaš višinske razlike, te vse na števcu, veš, nekoliko časa moraš piti in greš isto. Na to se orientiraš. Se moraš pa dobro poznati. Ja, jaz se samo na to orientiram. No. Jaz se orientiram na kilometre, na višinsko razliko, vem, koliko ur približno bo etapa dolga, pa v vsakem primeru, ali je dolga 5, 6, 7, moram toliko popiti, pa toliko moram pojesti. In to. No, se na to bo še prišla, ker zdaj me zanima,
Jaz prav vem, da si ti tudi v cross country še vsem dosegel dobre rezultate. Ja, je šlo kar v redu, ja. Ne morem Kaj to reči, zdaj da še pomeni? slabo. Zakaj si tako skromen? Ne vem, pač skromen se ni. Na svetovnem si bil, mislim, da 2-krat. Bravo. Ja, mislim, da si bil enkrat 6, enkrat 10. Na svetovnem Ja, prvenstvu? na svetovnem prvenstvu, Masteri 40+. Bravo. Ja, v pravilu s tem, da pač je spet nekako poskušam biti pošten do sebe, kakorkoli rečem, je razlika, greš na svetovno prvenstvo v Francijo, ki jih je na štartu 120 ali pa 130, ali pa greš nekam v Brazilijo, ki jih je na štartu 15. Ne. Tako da pač, ja, takrat vem, prvi 3 so bili pač znani kolesari, takrat, res znani kolesari, ker vem, da so bili hitrejši vedno od Jureta Golčerja in od Primoža Štancarja, sad, ko sem jim povedal, od kje smo, je bila pa taka dirka dolga, kar ure 45 krosno. Ura 45. 45, približno, ja. Pa kakor te poslušam, pa da občasno malo kalkuliram v glavi, ti si s tem športom začel kar relativno pozno v tvojih letih. Kje smo bili to pol? Kaj je to? Ja, jaz sem začel tam pri nekih 35, po mojem. 35 začel, ne? Začel, ja, mountain bike bil resno, ja, tako da in potem je pa to tako pač počasi šlo naprej. No. A si kdaj imaš kakšne razgovore s sabo, da pa rečeš, pismo, če bi to bilo malo prej, oziroma da bi bil ta šport toliko razvit prej, pa da bi ti mlajši začel, kaj ti imaš to kaj? Ali? Ne, sploh enostavno za nazaj stvari ne moreš spreminjati. To je res. Jih ne moreš in si je skoda po glavi tepst, kaj bi bilo, če bi bilo, kako bi bilo. Stvari lahko spremeni za naprej. Bravo. Za nazaj jih ne moreš in za nazaj se je brez smisla obremenjevati. Če se pa dotakneva zdaj še tega, se pravi, zdaj si že kar nekaj let na sceni, kako pa ti vidiš ta razvoj športa od teh tvojih začetkov pa do zdaj, kam je to šlo? Ogromno, razlika je res ogromna, pač da ne govorimo o opremi, če začnem z opremo tako nekako. Včasih smo kolesa šraufali pač ko, po domače povedano, vsake kvatre enkrat, Ja. Ni bo treba, mogoče smo zamenjali zavorne ploščice ali pa karkoli, ne. Zdaj ta nova kolesa so res hitrejša, lažja, ampak so kene princeske, ne. Rabijo res ogromno njega, ne. Stalno moraš nekaj rihtati, stalno nekaj šraufati, stalno nekaj kontrolirati, rihtati. Ja, brez tega enostavno ne gre več. Ne gre več. Ne. Pa če bi rekel, kaj se je najbolj razvil od te opreme zate? Kaj je zdaj najboljši izum zadnjega desetletja? Pa jaz bi rekel, da 29-colska kolesa, no. 29-colska kolesa? Jaz bi rekel, da to. Zakaj? Zaradi tega smo res veliko hitrejši, tudi bolj varni obenem, no. Pač, ja, in vse ostalo, elektronski menjalniki, zaradi elektronskega menjalnika ne boš zmagal ali pa zgubil dirke, ne. Razumem. To je pač čisto stvar, kako dobiš robo, kako dobiš kolo in tle je res ogromna razlika, no. Vzmetenje, recimo, no. Vzmetenje tudi... Kaj pa sama togost okvirja, pa te karboni, pa to geometrija? Geometrija, kaj pa vem, jaz sem vozil, pač mislim, da že tam mislim, da sem vozil prvo celo kultovo kolo, 29-colsko, ja. Pa če pogledam do zdaj, ja, so neke razlike, pa koti vilc, pa te stvari, to sem se mogel malo navaditi, no. Sploh lansko leto, ko sem prišel na trekano. Ampak ja, je dejansko vse, kar se zdaj dela, je narejeno zato, da si hitrejši na dol. Na dol, ne? Ja, in ne sem hitrejši tudi varen, ker recimo jaz imam tam v naših koncih eno ceste, razsudga kamenja oziroma kadama, kako ne rečem temu, kako se pri kakšni brzini počutim varno s kakšnim kolesom, no. Pa bom rekel čistko, ne bom zdaj delal primerjave, bom delal primerjavo na drugačen način. Recimo, če sem se počutil pri Cubu varenga pri 60 na uro, se zdaj le pri novemu treku, ker moj Cube bo sta takrat 4 leta, ne. No, pri novemu treku se počutim isto varnega pa pri 66 na uro, ne. Je tako, je ta razlika. Ta razlika je, no. Ok, se pravi, omenil si, ta prvo si streljal 29-colska kolesa. Ja. Pred kratkim kakšen teden nazaj sem opazil nekaj govorice, da lahko pride celo 32-colska. Če bi to prišlo, bi šel na 32? Ne vem, treba videti, kaj se bo sploh zgodilo, kako bo to zgledalo vse skupaj. Takrat smo tudi rekli, 29 kolo, pa diski, kdo bo to vozil, to bo težko. Ja, si bilo, v štartu je bilo res težko, ne. Ampak potem se je pa to zelo hitro štimalo in teže so zdaj pač normalne. Kaj mi je pa zanimivo? Kaj? Da nisi omenil potopne sedežne opore. Ja, druga zgodba, jaz to zdaj vozim.
Kaj da? Zdaj, jaz to zdaj vozim, Okej. okay. Potopno sedežno oporo, sem pa kar dolg časa rabil, da sem pristal na to. Ker? Pač po mojem stara šola, no. Po mojem stara šola, in težko je bilo tudi nekako preklopiti, tako da začel sem, pač prvo sem bil brez, potem sem šel pa na 5 centinov Aha, ok. in to mi je bilo že dosta, ne. Pač dobro, zdaj po novem kolesu sem dobil 10, pa je isto super, a ne. Tudi vidim recimo dostikrat zaradi samega, da stvari ne pozabim, ampak včasih se je težje peljati, če imam sedež gor, ga namenoma pustim gor, ne, in vidim dejansko, kakšna razlika je, če ima sedež gor ali pa če imaš potopno dol, no. Tako da vsi tudi oni, bom rekel, stari zakrknjeni mački, no, ko so bili res ne pa ne, Ja. so tudi zdaj prišli na potopno, med njimi tudi prijatelj moj Bart Brentjes, no, on ima tudi potopno zdaj, no, tako da. Pa je dolg čas vztrajal, ne? Ja, še eno leto pozneje, ki si je dal gor, ne, ali celo 2, ne vem, tako da, ja. No, vidiš, se sprejemate te. S tem, da je bil on še na hardtailih, še to celo, no. Še to. Še celo s hardtaila težko dol, no, tako da, ja. Ok, zdaj pa tako, prej si ti omenil domač kraj, pa kako imaš ene te odseke, kjer opazuješ lahko hitrosti kolesa, stabilnost in tako naprej. Ja. To je, kaj, okrog Slivence? Ali kaj Ja, je to? tako je, Slevenca lahko rečem, da je moj trening poligono, Ok, tako da, ja, je veliko ljudi, ja. pač treba je biti tudi spoštljiv, a ne, in paziti. Imamo tudi neke svoje steze tam narejene okoli, Ja. no. Eno mislim, da sem vozil vrhunska. Ja, pač Slevenca dol so recimo 2, Ja. a ne, ki so take, pač, lahko rečem, namenjene za kolesarje, no, čeprav tudi pešce srečamo gor, ampak v redu pač, a ne. Ja, se. Tako je pač, ni problem, ampak je treba pač paziti, kaj pravim. Ena drugega se pa včasih spuščam tudi po stezi dol normalno iz te pač, ko so pešci, ampak pač predvsem to med tednom, ko ni take gužve in se tudi pač umaknemo ali pa kakorkoli. Kaj ti Slivenca da? Kaj pa vem, meni recimo je fajn to, ker je blizu, a ne. Aha, koliko imaš zdaj do Slivence? Jaz recimo od svoje hiše do Slevenca ima, ne, do podhriba 300 metrov, ja, tako da sem takoj tam, a ne. Z avtom se ne pripeljaš? pol? Ne, z garaže direkt, ven sem pod hribom. A ni to najlepše v bistvu? Je, to je zelo lepo, ja. Ej, sem pa nekje zasledil, da si ti na Slivenci delal tudi Everesting. Ja. Zdaj najprej razloži tej moji publiki, kaj je Everesting. Everesting je ena neumnost, ne. Ja? Ko moraš v enem dnevu, naj bi v 24 urah premagal pač višino Everesta, to je, mislim, da je 8894, ne, je tako. No, recimo, ja, No, tam nekje. tle nekje, no, okrog po 9000 metrov neki malega, ne. In običajno si ti, pač, ko delajo Everesting, ali pa ko delajo Everesting, načeloma skoraj noben tega ne napove, da boš delati, ker se ne ve razplet nikoli, kakšen bo, no. Ker velikokrat so pol poškodbe, pa utrujenost, pa tako naprej, ne. In vsi si izberejo načeloma zelo kratek odsek, kar pomeni, ne vem, mogoče 2 km klanca, Ja, čim bolj ravno, ja. da imaš pol hiter gor, hiter dol, ne. Jaz pa sem si rekel tako, pač jaz ne grem na nek čas, naredil si bom kompletno Slevenco, ne. Kompletno Slevenco, tako da je bilo tu, se pravi, mislim, da je vzpona okrog 8 km pa pol, 8 km pa pol, pa mislim, da 550 metrov višinske razlike. Ok. Bil sem gor, mislim, da pa 17-krat. Tako nekako z mano je bil Bobby Aleš, takrat je računal gor na vrhu in rekel, ja, si mislim, da je dost, veš, ampak pa še enkrat dol. Ja, prav ne, še pa še enkrat dol, ne, tako da. Koliko časa ti je to vzel? 15 ur pa pol. V tem času, se pravi, nisi rekel, da greš čist na čas, ne? Ne, si pač šel? nekako smo naredili piknik, tako veselico, tako da je bilo narejeno za vse, da sem stalno tudi jaz družbo, no. Ja. Stalno so se pač razni prijatelji prišli, pa so se vozili z mano gor pa dol, ne. Ampak pač ja, jaz sem se vozil gor pa dol skozi, pač tekoče, no, tako. Kako si izbral časovnico, kdaj si štartal? Ob 5 zjutraj, 5 zjutraj. 5 zjutraj, ja. Kje si pa začutil mogoče pri sebi prvo krizo? Si sploh imel kakšno? Ja, je bila kriza, je bila tam med 11 in 12 uro popolno. A, res? Takrat je bila kriza, ja. Ker tako, no,
kar velika, tako, uren kriza, no. Ampak ja, pač jaz sem vedel, da kriza bo. Sem že vedel pred samim tam, da kriza bo, ampak vedel sem, da bo to šla, ne. Ampak si Ja, zgrizel. in je šla, ja, brez problema, ni bilo panike nobene. A je bilo to kje drugače v kakšnih odmevih pa to? Ta podvig ali to bilo Pač zase? bilo je, v Delu je bilo drugače, sicer to objavljeno. Aha. V Delu je Kališnik to objavil, mislim, da ja. Okej. Primož, ja, je bila taka zgodba slivniška. Ampak ja, to sem jaz drugače delal či zase, za takrat ni bilo dirk, ker je bilo v času korona, no. Jaz sem čisto naredil to za svojo dušo, da sem rekel, ajde, da vidimo, če pa to gre. Tak zanimiv challenge se pravi. Tudi napovedal sem, da ga bom delal, ne. In Hudo. povabil ljudi in tako naprej. In ja, ker vedel sem, da če bo vse pravno, da bom pač. Ej, a so te kdaj tako, da vsako spon te kdo drug spremljal, ali si šel velikrat sam? Ali... Velikrat sam, velikrat sem med drugi, pač bilo je vse sortno, bilo je ogromno ljudi, no, tako da. Pa ti je boljše, če je bil nekdo zraven, ali ti je bolj sam? Pač meni je bilo fajn, ker jaz sem že tak svoj ritem, a ne. Jaz se nisem poskušal z nobenim dirkat, ne. Ampak enostavno se z ljudmi pogovarjaš in hitrejš mine čas, no. Mi je bilo fajn, ja. Da mi pa povej še tole, tvoj običajen trening je približno koliko višinca ti narediš v normalnem treningu? Zmeri se vrti okrog 1000, a ne. Aha, zmeri je okrog 1000? Približno, no, tudi jaz težko rečem, ampak lahko povem tako, zmeri me ljudje sprašujejo, koliko treniram, a ne. Meni je nekoliko težko povedati, pač, da lansko leto samo, se pravi 2024, ne, samo kar nekaj etapnih dirk, tako da je se pol na koncu nabralo 250 000 višincev, pa mislim, da 6 ur treninga. V celem letu? V celem letu, ja. Meni osebno nepredstavljivo, sploh pa pri teh tvojih letih, ta star, kaj ti rečem, to so cifre, ne? Ja, je karno. Kaj bi to rekel, da treniraš vsak dan skoraj? 5krat na teden, recimo. 5krat na teden. Recimo 5krat na teden, plus kar so še etapne dirke, no. Te sportne, ne se več. A pa si mogoče zdaj, tako, da je to čisto neka glupa primerjava, ampak naprimer jaz sem sam se pobljubil, da bom šel 5krat na teden v fitness. Celo leto. Ja. Ampak vmes sem jaz rato že malo obseden s tem, ker sem vmes parkrat že hotel sam, da kljukico naredim, ker drugače bi bil živčen, ker si tega plana ne bi držal. A imaš ti pri sebi daj trening pa rečeš, fakt moram ga narediti, če ne se mi podre vse. Ne, nimam tega več. To sem že prej razlagal, glih zaradi tega, ker to je pa stres. Ja, pa je, ja. In potem nimaš narejenega ne dela v redu, ne treninga v redu. Konče eno delo, ko ga boš končal, se loti drugega. Se pravi, No, ampak nisi živčen, če pride do Ne, tega, nisem živčen. da enkrat pa pač ne boš mogel narediti. Ne, tega nisem treninga. živčen, ne več. Bil pa sem včasih, Bil ne pa si več, bil pa sem včasih. Ja. Treba preklopiti. A bi bila to mogoče una stvar, ki ti trzne živce? Včasih. Včasih mi je verjetno, ja, pač. V bistvu ja, če se tako spomnim, trzno, pač naj bi mi razkorili včasih res to, no, ker recimo smo igrali tenis, a ne. Ja. Smo igrali tenis in si mu zmenil za uro. Ja. In jaz sem delal po stranki. In potem si rečeš, ok, ob 4 imam jaz tenis, po stranki ne bom ob 4 končal. In si rekel stranki, lete, moram biti nekaj domov iskati, pridem jutr. A si naredil to? No, recimo, sem bil v stanju to narediti, ampak si prišel pa na tenis, pa ni bilo partnerja. No, tako, to je pa bilo za... Ampak smo najdel, vidiš? Smo najdel, evo, Smo najdel. Postopoma, evo, vidiš. Postopoma. Si zbavu z mene, ne. Ne, se tako enostavno razumem. Hudo. Ok, Everesting, Slivenca, treningi. Daj mi povej, kaj more tvoj trening vsebovati? A si ga sam postavljaš? Ja, sam si delam, ja. Bravo. Sam, ja. Kaj pač, enostavno veliko za moč. Veliko za moč. Veliko za moč. Kaj delaš to za moč? A ti tudi kaj v fitnessu ali nič? Doma. Doma. Enostavno sam telovadim, a ne. Doma, ker spet si pravim tako, v fitness pol ure, nazaj fitnessa pol ure, 1 uro na fitnessu, problačiti, slačiti, zakaj? Razumem. Naredim doma. A ne, doma, drugače pa na kolesu trening za moč, nizka kadenca, nizki obrati, stoje, sede, te kombinacije razne, slevenca po stezi. Že tako, če sem slevenca po stezi, prid gor, pač če ima spedi šajbo 34, pač moraš iti na trdno, ne. Tako da se tu pol pač počasi nabira, ne. Ej, imaš pa, kako se ta mentalni preskok delaš, ko naprimer veš, da sledi trening, ki mogoče ni najbolj prijeten, ne? Ali vsakeč, ko greš na bajk, greš res? Ne, zmer grem rad. Mislim, se mi zgodi, da rečem, recimo včeraj, če pogledava, včeraj pač
sem nekoliko jim naredil še trening, ven nisem mogel iti, ker smo pač imeli doma obisk, so prišli sinovi, ampak sem šel pa na trenažer, to grem pa res težko, na trenažer grem pa res težko, to pa sovražim. Pa imaš ta Zwift, ta neko zadeva, ali je še klasičen, ki si kar res Imam pač, zdaj trenutno je na Training Peaksu, neplačljiva zadeva, ampak to mi je grozno, res, na trenažer grem res težko. Verjamem. Tako da načeloma si požgem film, gledam film ali pa karkoli, v nek slik tam sploh ne gledam tiste videoigrice, ker to mi je, nočem tega, res. Ker pravim pač šport, narava, to se dela zunija, ne. Greš pa potem ne glede na vreme. A ven? Ja, pač spet sem rekel prej, moja služba mi to omogoča, da načeloma si lahko prilagodim, kdaj grem, če vidim, da bo slabo vreme, pač popoldne grem dopoldne. Plus tega doskrat grem namenoma tudi podežju na trening, da grem v blato, v mokro, recimo spust levenca dol v mokrem, zaradi samega občutka in teh stvari. No. A treniraš s powermetrom? Ja. Ja? Je to zdaj pomemben člen treningov? Ja, je kar, no. Je kar dobra sledljivost. Moraš sicer paziti, ko zamenjaš powermeter, ko zamenjaš kolo, da te to ne zapele, ker eni kaže več, eni kaže manj. Aha. Tako da se tudi pogovarjam s kolegi, tudi s profesionalci, ki so se eni tudi sezono zaradi tega uničili, ker niso pomislili, da pa... V kakšnih stvarih to, ker to je pomembna tema? Ja, stvar je taka, recimo, ne vem, če pogledam jaz, da sem mu prej kvarka starga, pa zdaj imam noga kvarka, pa je razlika 20 vatov. To je cifra, da ja, in je 20 vatov razlika, tam mi zdaj kaže 20 vatov manj, napram prejšnjem. Ampak se pravi, to lahko mentalno nekoga ubije. Ja, bi se s tabo strinjal, eni so s tem obremenjeni, pa obsedeni, jaz pač nisem, jaz pač vem, da pač spremeniš številke, spremeniš FTP, spremeniš vse in to. Sej, če si toliko časa v tem športu, kot sem jaz, pa če toliko časa uporabljaš powermeter, moraš enostavno vedeti, da nekaj ni prav. Kakšne cifre pa proizvedeš zdaj za konkurenco, da vidijo, kje smo? Ja, da tudi mladiči vejo, da si fotali pa res kita. Nič posebnega, ne vem, mislim, da se ne takrat 2021, ko sem v Epiku, sem celo objavil komplet powerfile. Mislim, da so bili takrat MP okrog 240-250, tle nekje, 250 MP na 5 ur. Na 5 ur. Ja. Ampak to itak najbrž, naprimer zdaj da se govorijo veliko o teh Rogličevih podatkih, ki jih da gor, pa o Pogačarjevih podatkih, ki jih objavljajo. A to je kje sploh primerljivo ali ne? Ne, poslušajte, mi se niti ne moramo primerjati z njimi, bodimo odkriti. Pač jaz niti se ne poskušam primerjati z Rogličem, niti se ne poskušam primerjati s profesionalci, ker to je drug svet. Tu sem z njimi na treningu, s cestnim kolesom, tudi veliko sem z Matejem Mugrljem, ki je še zdaj aktiven, in tu so drugi svetovi. In je brez smisla, kaj bi bilo, če bi bilo, pa jaz bi, če bi, pa ne bi, Tako je. Dajva reči, da imajo vsi ti fantje srečo, da Peter Vesel ni prej zaštartal. Ne, ni to. Mlajši, ampak gre v redu, kljub prijetno gre še zmeraj v redu. Kaj pa najdaljši trening, ki ga narediš v pripravljalnem obdobju? Ja, recimo zdaj, če pogledam tako pri kakšnimi takimi važnimi etapnimi dirkami, naredim sigurno 1 ali pa 2 treninga po 6 ur. Po 6 ur? Po 6 ur, tako je. Nepredstavljivo zame. 6 ur. In da mi povej, ko se lotevaš, naprimer odprava na Cape Epic, odprava na kakšne te maratone, ko veš, da bojo zahtevni, kdaj se ti res začneš pripravljati, da je ta, predvidevam, da za maraton mora biti tvoj pik forme? Ja, recimo, če pogledam naprimer za te etapne dirke, kot so Brazil Ride, Cape Epic, Transalpa, te stvari, cirka 3 mesece prej. 3 mesece prej? 3 mesece prej, da pač vem približno, ker definitivno drugačne priprave za Cape Epic, drugačne priprave je za Transalp, sem na druge stvari pač pozoren pri treningu. In ja, približno 3 mesece rabim, 2 do 3 mesece rabim, da se pripravim na tisto dirko, katero grem. Koliko te pa v bistvu lahko zjebe oziroma prekriža planet, če pa ti kaj vmes boliš? Ja, velik. Samo primer, se pravi 2017 se mi zdi je bilo, 2018, 3 tedne pred Transalpom sem faso klopa in so se mi naredili fleki. Ja, in sem mogel jesti antibiotik, se pravi, dobil si mislim, da 5 tablet, ki so me 1000, 5 dni za povrstjo. In potem začne spraševati ljudi,
kako lahko treniraš, kaj smeš, kaj ne smeš in tako naprej. In pač se pogovarjati z bivšimi profesionalci, s temi eni pravi, mi smo trenirali na polno, mi smo to, mi smo uno, eni pravi sploh ne in tako naprej. Kaj sem takrat jaz naredil, enostavno pač tablete sem jedel, sem šel na kolo vsak dan, ampak sem se pač poslušal. Nisem se preganjal, toliko sem šel pač, da sem obračal nogi. Da si bil še vedno malo Tako. In ni pač negativno vplivalo na moj performance po na sami dirki. No. Vsaj mislim, da ne, no. Svala dobro takrat. Da bo pa rekla, kakšno poškodbo. Veliko let si na sceni. Kakšne poškodbe te doletijo v tvojem športu? Ja, v bistvu bom rekel tako. Jaz do par let nazaj sem mu lahko rečem kar srečo. Nisem mu nič resnega. No, tako da 2021 sem se v bistvu v enem letu, oziroma tako bom rekel, v 6-7 mesecih zlomil 2-krat ključnico. Ja, in Za operacijo ali ti so te dali za operacijo, ja, za operacijo, ampak pač ja, spet če ne bi sam sforsiral preko Urbana Komaca, niti ne bi šel na operacijo, no pa so pač videli, da dejansko drugače ne bo šlo, no, kot operirati. Ampak smole je bila pač ta, da sem 2-krat si poškodoval, no, ampak obakrat, jaz pravim tako, da je bila 2-krat nesreča, no. Nikoli ni bilo neko izzivanje, pač enkrat sva šla z Stajno Žakom na trening tam pri njej, sploh ne vem zakaj, sam zmanjkal me je in sem šel na glavo, tako da ja, in potem še s kolesom do Tanje, še v avto, še k stranki in potem v kliničnega in potem pravijo tam, kdo se je pa pripeljal. Jaz sem nekaj sama, ne. Pa smo pa kar orang zlomen. Ja, sem orang zlomen, sem tako pač čitle na začetku, Ja. tako da nisem mogla sama zrasti. No. Kaj pa kakšni ligamenti, pa to pa še? Nič. Kar potrki, prosim, les. Potrka tle zdaj, ja. Da ne bo kaj do tega prišlo. Zdaj, preden zaideva na te maratone, odkje ta tvoja ljubezen do tega nedoklasičnih cross-country dirk? Ne vem, meni recimo, kaj se vem, cross-country mi je šlo zmeri, ali pa mi gre še na živce, lahko rečem. No. Na živce? Mislim, ne bom rekel, da mi gre na živce, čist, ampak enostavno zelo rad dirkam, ne bom rekel, da ne, zelo rad grem dirkat na cross-country, ampak pač treba biti kakšen dan pred dirko tja prej, pogledati progo, naštudirati, iti na dirko, potem zelo dolgo čakati na razglasitev, in sem ob cel dan zaradi 1 ure. Razumem. In potem, če gledava, recimo vsi me sprašujejo, zakaj ne hodim na kakšne maratone, Dolomiti, Superbike, pa ne vem, tukaj so dol pač po Italiji, enodnevni, enostavno to mi vzame preveč časa zaradi ene same dirke. Ker je to, spet moraš iti v petek, ogromno si na poti, za 3 dni, 4 dni plačati hotel in imaš z eno dirko stroška, ne vem, tako 1000 evrov in to enostavno nočem početi. Ko grem razen več dni, pa vem, kje sem, vem, še nekaj vidim polno, še nekaj doživim in ni samo norenje tja pa nazaj. No. To si pa kar dobro argumentiral. Ja. In se tega držiš, koliko cajta že? Ja, moja prva etapna je bila Kepepik, 2010. 2010 in od takrat naprej pač, ja, vsako leto lahko rečem več in več, no, tako da, ja. Svaka čas. In dej, preden zaideva v ta glavno, to kraljico teh etapnih dirk, sem si klele kar zapisal, ne. Ker so tudi ostale hude dirke, na katerih nastopaš, oziroma si nastopil. Klej sem si zapisal, da si slavil na Brazil Ride, nekim Brazilcem, nastopil si na dirki Apeninika Stage Race, zmagal, ja. Swiss Epic, na katerem si tudi zmagal z Bartom, pa bil drugi z nekim Marinom Dekovičem. Ja. In si tudi eden izmed kraljev etapne dirke Four Islands. Ja. To so zdaj kar hude podvigi, ne? Vsi. Kjer od teh ti je v bistvu najljubši? Ker to so pa zdaj že kar titule, ne? Vsaka dirka, vsak dan na te etapne dirke ima neko svojo zgodbo. Ja. Pač, ker si mu doživel na tak na drugačen način, to včasih si ne dobil po buči, a ne? Ali prvo etapo, ali drugo, ali tretjo, si je vseeno kdaj, ampak pač vedno se nekaj zgodi. Nek poseben čar imajo te, bom rekel, etapne dirke, ki jih je zelo malo, ki so posamične.
Kje so to? Tako da sem se dirkal sem Apenniniko, Okay. to je 6 dni bilo, 7 dni v Italiji. Ja, zelo težka dirka, ogromno klanca, tehnična dirka. To sem zmagal, pa potem še BMC race v Belgiji, ki je sploh kolesarska dežela, ne, in sploh kolesarjev ogromno in konkurenca. Si imel tudi Dubo, no. Tako da ja, temu je spet neko mesto drugo, no. Ampak tako, če rečem, po emocionalni plati, no, kaj mi je bilo najbolj, sem glih danes razmišljal, ko sem še zate pripravljal slike in te stvari, no, ko sem slike zbiral in tako naprej, se mi zdi, da bo KP Epic 2015 z Yvonne Craft tisti najbolj tak čustveno. Zakaj? Zakaj? Kaj pa vem zakaj? Sem jaz sam razmišljal, mogoče zato, ker se je že sama zgodba od začetka odvijala zelo tako, kako bi rekel, nepričakovano. Že, ko sem videla konkurenco, sem rekla, letos, če bo v 3, bo wow, ne? Bo wow, ampak potem so se pač stvari tako odvijale, da lahko rečem, da Yvonne, pač ne vem, če veste, Yvonne Craft je bila 7 na olimpijskih igrah. Okay. A ne? Od nje sem se tudi ogromno naučil, no. Zelo pametna ženska, skromna. Ja, sva pa speljala zgodbo do konca, no, da sva pa to dirko zmagala. Z mano je bil Sine, Nec, kot fotograf, bil še Boban Aleš, kot supporter, kot pomočnik, no. Tako da res ena taka mini ekipca, ki smo, lahko rečem tako, če zdaj pomislim, ko vidim, kako ostali, pač, ko gledajo na zmago ali na vsaj stopnička, kako so oni pripravili na to dirko, ne, da sploh ne spijo v šotorih, da spijo pač v hišah oziroma v avtodomih, mi smo prišli pa tja dejansko tako z namerom sicer, da bomo spali v hišah, ne, ampak so bile te hiše oddaljene 1 uro od štarta do cilja. In potem sem jaz pač to zadevo uspelo tako, da sem rekel, nič, spimo v šotorih. In smo spali pač v šotorih, s tem, da smo takoj po sami etapi, nam je Bobby organiziral masažo, sva šla prvo po tuš, potem na masažo in takoj po masaži naj je zapeljal s kombijem v mesto, smo šli v restauracijo, smo tam pojedli pač res ogromno, ne, rižev, stekov, jajc, vsega živega, smo bili tam do 7, do razglasitve in potem smo šli na razglasitev, pač, ker ne smeš manjkati, ker če manjka si izključen iz dirke, ne, piko, ja, tako je, morate oba priti, no in potem smo šli v šotore spat. In to je bilo tako. Ivona je sicer spala v kombiju, jaz sem spal v šotoru, no, in Bobby pa skrbel za to organizacijo, da je tu vse skupaj laufalo, no. Mora biti pri takih zadevah ena ekipa okrog tebe, ne? Ja, pač fajn ideja. Pač si pravim, ne, da zdaj, ki pomislim nazaj, kako smo mi to dirko dubali, pa če pogledam zdaj, kako je bilo, ko sem bil recimo z Bartom ali pa kako so ostali pripravljeni, to je pač 2014 sem se pogovarjal z Manuel Fumičem, ki je dirkal, a ne, ste dirkali takrat, mislim, da s Italijanom, spomnim se, kako se piše, je rekel, Peter, kdo pa skrbi za vaj zanje, takrat sem dirkal z neko Nemko, jaz sem rekel, ne, sama sva, ne, prav kako? Jaz sem rekel, kaj pa za vaju? Ja, 6 jih skrbi za naju. 6 za 2 kolesarja. Videla pa sama. Ja, zelo sama, ja. Povem lahko še eno zgodbo z lanskega KP Epica, no. Manuel Fumič pripelje svoj avtodom, zdaj našega avtodoma, pravi, Peter, ti meni pomagal, tle, da jaz te parkiram. Sem rekel, ja, meni, ti kad le parkiri, super, bomo zvečer fajn se imeli, bomo skje, pa še Dixon bo, coach, ne, trener, pa to, bomo še kakšno rekel. Pravi, ne, mi sem tle parkiramo in gremo. Sem rekel, kam greste? Ja, pravi, mi parkiramo avtodom tle, da ga bomo za zjutraj, ko pridemo na štart, da punce poštimamo, spimo po hiši, a ne. Tako da se vidi, recimo, kakšne razlike, kakšne nianse se vse lovi, kako se tu pač dela pač na profesionalnem nivoju. In lahko tudi povem, da recimo, prej smo se mogoče pogovarjali, pa sva mogoče zdaj zašla v drugo temo, si me prej spraševal, kaj se je spremenilo v športu, pa tako naprej, ampak bom rekel tako, da napredek žensk je zdaj v zadnjih letih šel odkule. Res? Strmo navzgor, pa ne, da bi bil jaz toliko slabši ali pa karkoli, vidim po segmentih, po teh stvareh, da so res naredile preskok ogromen. A ti je mogoče kdaj s punco, s katero si bil v paru, že tebi kdaj je bilo težko slediti? Ne, nikoli. To nikoli? Ne, takrat ne,
Ampak bom povedal primer, recimo Swiss Epica 2020 prvi, ki sem bil z Bartom, je rekel, veš Peter, jaz ne želim, da so ženske pred nama, ne. Meni to ni všeč, ne. Ja, sva bila hitrejši od njih, samo v dolino so bile one hitrejše od naju, ne, definitivno. Zmeraj rekel crazy woman. A res to ga želijo? Ja, potem 2021 sva bila še zmeraj hitrejša od njih z Bartom, a ne, takrat, tudi ne Epiku. Spet, a ne, one so štartile pred nama, sva jih običajno ujela, a ne, prehitela, ampak so naju dolino, spet one ujele, ne. Je rekel, spet crazy woman, a ne, ja, so naju ujele. No, letos na Epiku, oziroma 2024, sem gledal segmente, so bili segmenti eni isti kot takrat, a ne, in nisva prišla z Bravom niti blizu, ne. Niti blizu, ne. Več. Vse drugače lepo, da je napredek. Je lepo, je, mislim, je pač ko je. Je pa tako je. Ej, še prednik zajadrava čisto Cape Epic. Four Islands, na primer, je to v bistvu najbližja neka taka dirka kle okrog, ne? Ja. Kako bi ti ocenil ta nivo, pa drug nivo? A je Four Island zelo primerljiv, kar se organizacije tiče s glavnimi? Four Island je top nivo. Top nivo? Čist top. Enostavno organizacija je na zelo velikem nivoju, ne. Lahko primerjam komodske Epikom, ne. Je res pač vse in od hrane do vsega, vse je top. In zato vse Hrvati skrbijo? Ja, je kakšen tujcev meso? Ne, pač takrat v samem času dirke dobijo enkepenih ljudi, pač skupina Ironman, če se jaz ne motim, jih je bilo lansko, je to 180? 180? Mislim, da ja, 200, ne vem, velik, glavnem, no. Veliko, da vse to pač poštimajo, dobijo pomoč in tako naprej. Drugače pa sama organizacija, se pravi transferi, proge, spanje, to zrihtajo vse pač 4 ljudje. 4 ljudje? Mislim, da so 4, ja. Bravo, kapo dol. Mislim, da imaš 4. Pa še to, jaz sem nekje, se pravi s pomočjo dragega Uroša Ložarja, je v kakšnih ostalih podatkih tudi povedal, da si ti vsako Four Island dirko si se lotil z drugim partnerjem. Je to možno? Ne čist. Ni čist. Mislim, da sem jaz dirko 6-krat, če se jaz ne motim. Ja, okej. 6-krat sem dirko Four Island, mislim, da sem ga 5-krat zmagal. S tem, da takrat šestič, no mislim, takrat pač, ko nisem končal dirke, se je moj partner poškodoval, se je zlomil ključnico. In sem tisti moment, ki je odstopil tudi jaz. Sem rekel, ne bom te pustil samega, poskrbim zate, on je bil Nizozemec, tudi zmagovalec Cape Epica že, v Masterjih, z Bartom Brentjem sem tudi, ja. No, in sva pač pač sem ga pospremil v bolnico in pospremil k meni domov in tako naprej, in tako da je bil vse tako, kot mora biti poskrbljeno za njega. Drugače pa ne, 2-krat sem dirkal s Lorisom Tomatom, z Italijanom, sva 2-krat dubla, 2-krat s Torstenom Damom, z Nemcem, z njim, ja, pa 1-krat s Dekovičem, 5-krat sem Nizozemcem, tako da 6-krat, ja. No, ker sem te pa pol hotel vprašati, zakaj sploh menjava teh partnerjev, ni bolj, da prijaš vedno z enim usklajenim, ali ti pa še mogoče malo zamenjati? Ne, ni to, da bi hotel jaz menjati, ne. Ja. Ni to, da bi jaz hotel menjati, ampak počasih pride situacija, ko enostavno, ne vem, Torsten je bil poškodovan, 2-krat. Tako da zdaj 2-25 vozila spet skupaj, ne. Pač, tako se stvari poklopijo. Jaz drugače zelo rad vozim z enim, ne, če gre, ampak enostavno ne gre, vedno, ne. Kako si predstavljam, da je vedno dobro imeti enega uigran ekipo, igran tim in da se poznata najbolj? Pa se kaj pa vem, ne vem, če je tako, no, ne se mi zdi, da mi, ki dirkamo pač dosti etapnih ali pa smo v spredje, ne, da se spredje vozimo, enostavno vemo, kaj treba narediti. Tudi z Bartom sem bil prvič, tudi sva vedela, pač ni bo treba nič kaj dosti debatirati o tem. A nam ti razložiš zgodbo, kako sta z Bartom prvič se spoznala oziroma začela to zgodbo? Z Bartom imava kar take zanimive stvari, no, pač, mislim zanimive, pač. Bart je pač poseben človek. Najprej razloži, kdo je on. Bart Brentjes, Brentjes je prvi olimpijski prvak v olimpijskem krosu, pač tudi komentator na Eurosportu, zelo pač razpoznavna oseba. Svoj tim ima, ne? Svoj ekipa ima, ja, svoj tim ima. Kam se je Really Bikes, ima svojo ekipo.
Prej so bili tu ceste, se mi zdi, da so bili ceste polstalne, nekaj takega. Ja. No, in zgodba je z njim. Jaz sem njega spoznal prvič, če vedel nisem, kdo sem na Alpenturu v Avstriji. Ja. No, bil je gorski kronometer, bil je sneg, celo je bilo tako, vozili smo gor na Planaj. Bilo je celo tako, da so pred nami se 4 kolesnike, da so nam pač cesto pač splužili na nek način, naredili špuro. No, tis krono sem jaz dubil, drug je bil Bart. In že takrat čudno gledal, kaj je to za en patrona, ki ga ne pozna. No, je bilo to. Potem naslednje leto sva se spet preganjala na Alpenturu za 3. mesto. On je bil 3, sem bil pol 4, njemu je hodila žena na vsako krepno postajo pač pol pijačo dajati, jaz sem za to skrbel se sam, ampak dobro, se nima veze. Bil je tako, potem se dolgo nisva videla, potem sva se videla na Brazil Rajdu. Okay. On je zmagal masterje, jaz sem zmagal grandmasterje, in smo se zmeri pač prijatelj z Glasivitve, smo tako sedeli skupaj vedno, kot te pač posedejo organizatorji in so se malo pogovarjala. No, in to je bilo nekako tako, so se nekako izmenjala telefonske številke, sem mu celo rekel, če bi hotel na 4 otoke, jaz te povabim, prav, ja, lej, pošli mi, jaz njemu pošljem pač sporočilo, če bi, pravi, jaz bi rad čul, sam ne morem zaradi ekipe, bla, bla, bla. Pač Bart lahko rečem, da je kot otrok, on bi dirkal celo sezono, ampak ga Petra ne pusti, Petra je njegova žena, Yeah. Pač pa tudi ekipa je pač taka, da pač mora delati. No, in potem je bilo 2020, on meni pošlje sporočilo na WhatsApp, pravi, Peter, razdober, se neko Bart, pač tak zmeri, se ni, kaj, pravi, ti dirko z mano Swiss Epic, bine, v redu. In so bila zmenjena, tako na hiter. No, in na kar je bila situacija taka, da smo bili nekako zmenjeni, da mi bomo skrbeli pač za moja ekipa bo skrbela zame, bil je z mano Urban Komac, bila je žena moja, on je bil s celo ekipo svojo, je bil Sebastian Fini, mislim, da je bila Jana, Blums, Martin Blums, Okay. Martin Blums, pač njegovi mehaniki in vse. No, in prvi večer, ko smo bili skupaj, se je neko Bart, mi bi naredili večer, da pridete k nam jesti, No, smo Brezka, ena taka familija, je prišel Bart k nam na večer s celo ekipo in smo skuhali in je po večeri rekel, pravi, veš kaj, mi bi sem hodili na večerjo, če lahko, ker je to. In potem se ta zgodba nekako začela, Tako, na ta način, ker Bart zelo veliko da na to, bi rekel, neko pripadnost, lojalnost, tudi pač svoje fante pač vzgaja tako, da je družina, da je uno, da je tretje. Jaz se spomnim, takrat je med samo dirko umrl Sebastianu Fini oče, s katerim nista bila glih nekako v odnosih pravih in ga je lahko rečem Bart zapodil domov. Je rekel, 5 domov ima, da tu zrihtaš in to. Tako da drugače Fini ne bi šel domov. Res? Tako da je zelo, kar se tega tiče, je zelo tako družinski. Kak je bil pa občutek pol pri tebi, ko si pa videl, da ti je Bart napisal na WhatsApp, a bi šel? Je to kakšen pressure zate? Ja, je bil pritisk, ampak jaz sem zelo tako, odkrit. Ko sem prišel v Švico, sem pač z Bartom se odkrito pogovoril, sem rekel, Bart, oprosti, pač jaz te bom rekel direkt, jaz se bojim s tabo dirkati. A si rekel, bojim se s tabo dirkati? Ja, jaz se bojim s tabo dirkati, sem rekel, jaz se bojim s tabo dirkati, ker pač vsi pravijo, tudi tako, če se kdaj posluša kakšne komentarje na KP.com, zmeri pravijo, da je on killer partnera, V kakšnem smislu? Da ga pač bije partnerja, da ga pač stisne z njega vse, kar more in pa pač zdrži, če ne, pa pač se konča ta zgodba, No, se neko se bojim s tabo dirkati in ne vem se neko pač, kako bo to šlo, Je rekel, ne, Peter, jaz tebe poznam, ti si v redu, ti rad zmaguješ, jaz rad zmagujem, midva se morava sam pač pokonektati in sva se kar dobro delala, tako da. Hudo. Tako da je pot šlo naprej. Pa si imel mogoče ti kakšno težavo slediti, ali ne? Ja, itak, tudi so bile situacije, pač, to je tako, povem odkrito, vedno, da na teh etapnih dirkah se zmeraj dogaja tako, da definitivno imaš slab dan, slabo uro, slabe pol ure, ampak jo je on tudi. Tako da pač treba si sam povedati, A pa je, zdaj vozil si že skor ene par dobrimi imeni, Ja. A si kdaj občutil kakšen ego iz strani
drugega ali ne? Mislim, da ne. Mislim, da ne, tudi Barti bo zelo tako, pač lahko rečem, top, a ne. Vsi fantje so ok, si ponavadi je tako, kar daš, tisto dobiš, a ne. Razumem. Jaz nikoli se nisem obnašal brezobrazno ali pa da bi karkoli. Enostavno, mislim, da sem tak človek, da se znam tudi ugrizniti v jezik, ko je to potrebno, ne. In potem zaradi tega tudi ne delaš nekega dodatnega špetirja ali pa pritiska na drugega partnerja ali pa karkoli, no. Koliko je pa pomembna zdaj ta simbioza, mogoče je to, kaj nek partnerski odnos z ženo, ki moraš daj malo, da se sprejemaš kompromise, pa kdaj kaj dol požreš, zato da bo on srečen, on ti dol požre, da boš ti srečen. Kdo vodi zdaj, kako se to dogovorita, no? Mislim, v bistvu dogovoriva se ne, to je nekako tako, kot sem rekel prej, mi kad to dirkamo, enostavno veš, a ne. Ne vem, primer, bom rekel, ne vem, jaz sem v Epiku 2021, en slab dan, a ne. Slab dan, če povem, na koncu je bila razlika 10 vatov, ne. To je bil slab dan. To je bil slab dan, ja. Sva kasirala 4 minute, tisto etapo, in mi je Bart med etapo rekel, pravi Peter, veš, tole pa ne bo šlo, ne bova zmagali etape, kaj zdaj, ne. Sem rekel, neč, pusti me primah. A smo tako mogli reči? Sem rekel, pusti me primer, jaz bom pač od sebe stisnil danes maksimalno, pol bova pa že. A ne? In tako je pol tudi bilo. A ne? In naslednji dan sem pa jaz bil tisti, ki sem bil več spredi kot on. Ja. A ne? In je pol na koncu etape rekel, jaz res sem ponosen nate, ne. Tako da pač, ja. A pa vmes, ko pride do tega, a je mogoče, mislim, vsak ima neka čustva, neko emocijo, a te to mogoče malo kdaj prizadene, če je nekdo res šarf do tebe? Ali rečeš, ne, tako si tako star, pač. Ne smete prizadeti, ne, moraš se, jaz sem recimo tisti dan, ko sem v slab dan se hodil tu z Bartom o tem pogovoriti, tako je po etapi, ne. Sem rekel, Bart, deva se pogovoriti o tem, kaj bo danes, pravi, ne, vroče so glave, pusti primah, vse je okej. A ne, tako da znajo fantje to skombinirati vseeno, tako da ni problem. Ok, zdaj pa tako mogoče, pismo, veš, svet je tako zelo zdaj občutljiv, krhek, tematika, a ti je bolj voziti z bejbo, ki imajo neke svoje kakšne kaprice, ali z moškim? Ja, bom rekel tako, bistveno težje voziti žensko. Je? Bistveno težje, priznam, bistveno težje. Ampak zakaj si mi sploh ženskam začel voziti? No, zakaj? Zato, pač, ker enostavno druga opcija takrat bilo ni. Aha, če bi pa bila, bi pa šel z moškim voziti? Bi šel, ampak enostavno je bilo tako, bil sem nerazpoznaven, ja. A ne, in da bi jaz tujca dobil, ni bilo variante nobene, sploh ne, no, pač, ker te noben ne pozna. Pri nas je bil takrat edino Uroš Breški, ki bi bil primeren za kitajskega, ne, ja. Pa se nisva nekako, zmeri sva prijatelj, neko se pa nisva pač dubla, da bi to pač spalala. In potem pač je bila enostavno pač miks, a ne. Zdaj pa iskreno vprašanje za publiko. Ja. Odgovor, če hočeš ali pa ne. Bom. Takole si z doma dolg časa, pa so tam natrenirane košutke zraven. A je kdaj kakšna stvar, da lahko že pele v romanco, pa se pač itak valjda moraš zadržati, ali ne? Ne, nikoli ni bilo tega, ne. Zdaj smo izvedeli. Ja, smo izvedeli. Ok, no vidiš, to je v redu. Zdaj pa tako, zdaj greva pa se pravi v kraljico te discipline. A je to Cape Epic? Ja, definitivno je Cape Epic. Kakorkoli obrneš, bil sem posod Transalp, Brazil Ride, Apeninika, ne vem, sam sploh ne vem, 4 otoki, no. Swiss Epic, ja, je pač enostavno, Cape Epic je nekaj več. Lahko rečem tako, ko gre za cestnega kolesarja Tour de France, je to za nas Cape Epic. Bila je celo neka študija narejena, primerjava Cape Epic pa Tour de France, ne. In kakšne posledice pusti, oziroma kaj težje, ne. Zdaj, v enih segmentih je pač težje Tour de France, v enih segmentih je težje pa Cape Epic. Ok, če zdaj razdelava, v katerih segmentih govoriva, da je težji Cape Epic od Tour de France? Ne vem, takrat, ki je bila ta študija narejena, ne, mislim, da tam okoli imam celo nekje še tisti mobilten od Cape Epica, ne. Definitivno mislim, da po psihični plati, no. Po psihični plati bolj? Ja, tako je.
kakšni plati belja. In zdaj, tako, veliko gledalcev od mojega kanala ne bo vedel točno, kaj je Cape Epic. Opiš ti, kaj je ta dirka in kaj jo dela toliko čarobno. Ja, Cape Epic je v bistvu, lahko rečem, največja gorsko-kolesarska dirka na svetu. Zbere se okrog 600 parov, 1200 kolesarjev na kupu. V tistih časih, ko sem jaz začel, je bila ta zgodba taka, da se je to štartala ena skupina obenkrat, se pravi spredi majice, kar pomeni, najbolj enostavno razložim tako, da so bile majice vseh kategorij spredi, se pravi, jaz sem bil, ne vem, spredi, ko so bila z Ivon, sem bil takrat s Brentinsom, s Šurterjem in s temi fanti, in za Niko Langovat in tako naprej, majice spredi, in potem smo šli se obenkrat na štart. Zdaj, zadnje leta so to spremenili, tako da se vozi pač po grupah. Se pravi, prvo štart je moški elit, ob 7 zjutraj, pač to so najboljši kolesarji na svetu, običajno tam, potem štart je ženski elit, mislim, da 15 minut zadnji, pol je pa na 5 minut, pač prvo grupa A, se pravi, to so pač ponavadi zmagovalci Mix, Master, Grand Master, pa prvih 100. Pa gre pa to naprej po blokih. Ti si katera kategorija? Pač ja, lansko leto sem dirkal še Master 50+, letos pa prešaltamo na 60+. Tako da. Na 60+? Ja. Koliko konkurence je v tvoji kategoriji? Ne vem, pač na Epiku, pričakujem mogoče 30-40 parov, ne vem, nekaj nas bo sigurno. No. Hudo, se pravi, borba bo. Leto več. Ja, na Epiku ni nikoli lahko. No, nikoli lahko. Ja. A mi lahko zaupaš cifre, s katerimi se soočaš na taki dirki? Koliko je vse skupaj kilometrov, koliko skupno višinstvo naredite, tako, malo povej. Ja, no, zdaj recimo, če se pogovarjamo o Epiku 2025, mislim, da bo okrog 16,000 kilometrov. V koliko času? Oziroma, da bo okrog 600 kilometrov, no, okrog 600 kilometrov, okrog 600 kilometrov bo, pa mislim, da je 16,500 višincev. Se nisem gledal, sploh se nisem zapomnil. 16,000 višincev? Ja, tako je. V koliko času? 8 dneh. V 8 dneh? 8 dneh, ja. Kaj ješ? Kaj ješ, da greš v to? Ti se res rad matraš, praviš. Koliko je to na dan pol tega? Koliko pa delate? Koliko je to urne? Ja, tam je recimo, ne vem, 4,5 do 6,5. 4 do 6,5? Jaz bom rekel tako, letošnji Epic pričakujem, da bomo vozili tam 34 ur. 34 ur, 8 dneh, po paku, ko se to razporedi. Ok, gremo z začetka. Koliko tebe košta ena taka odprava na Cape Epic? Ena taka resna zgodba, ker recimo se gremo letos, mislim, da bo to koštalo okrog 12,000 evrov za enega. Ko si ti začenil, kdaj si ti odprl prvi? 2010, prvi Cape Epic. A se kaj spomniš takrat stroškov? Se spomnim, 2000. 2000 kaj? Evrov, 2,5, tako. Na enega? Za oba. Za oba? Po mojem, ja. Tako nekaj. Zdaj se je pa tok nivo. Ja. Ampak to je zaradi česa zdaj to, kar razraste? Zato, ker vsako leto podražijo. Koliko je štartnina zdaj to? Štartnina za enega je zdaj le nekaj čez 4,000 evrov. Čez 3,000? 4,000 evrov. 4,000 evrov. Ja, tako je. Ok, zdaj mi pa povej, a je to vreden? Bom vprašal drugače, oziroma bom povedal drugače. Jaz zmeri dam isto primerjavo. Deva. Se pravi, na Cape Epic je štartina 4,000 evrov. Ja. Tako za profesionalce, kot za amaterje. Okay. S tem, da une ekipe, ki so UCI ekipe, štartnine nimajo. Ne? Na Cape Epicu? Ja, ne, nimajo. Okay. Ampak štartnina je majhen strošek napram tem, koliko jih stane. Se pravi, za 2 tekmovalca rabijo oni 6 ljudi, da so zraven. Ampak hočem povedati nekaj drugega. Se pravi, če to prenesem na Tour de France, vedno pravim, če bi bilo na Tour de France štartnina 100,000 evrov, vse ekipe bi jo plačale, ker vejo, da morajo tam biti. Ker vejo, da morajo tam biti. Ok, basta. Ampak zdaj govoriva o teh, ker so profesionalci in so plačani, imajo plačo, da se tam pojavijo in naredijo rezultat in tam morajo biti te ekipe. Ti si zdaj kle privatnik. Ja, tako je. Ki popravljaš televizorje, bilo tehniko in delaš to za gušt. Ja, tako je. Ti nimaš plače. Ne. Tep noben reče, če jutri ne bo zmagal, ni pogodbe. Ti to delaš zase. Tako je, za svojo dušo. Zdaj, če potegneš črto, to ti je vreden. 4,000 evrov. Ja, če bi mogel sam plačati, bi si težko to privoščil, povem pošteno. Ja. Pač si ne bi si privoščil enkrat, dvakrat v življenju, sigurno,
ker pač enostavno, če si gorski kolesar, moraš tam biti, a ne. To je pač, ko enkrat si veš, da moraš biti tam. Si mogoče dokler ne greš prvič, si rečeš, ok, si kaj pa je to. Ja. Ampak ko si pa enkrat tam, pa vidiš, da je to vredno, a ne. Ej, respekt, temu se pa reče predanost, Ja. star. To pa prav hudo, srcem se noter. Ja. In da mi povej, se pravi, ok, takrat si rekel, da je bilo koliko 2500 na enega? Ja, 2500 po mojem kar za oba, no. Za oba. Ja. Tu so neverjetno večji stroški. Ja, tukaj. ja, nenormalno. Zdaj boš pa ti na enega dal letos koliko? Ja, recimo, da bo tle nekje ajde, med 10 in 12, no. bo prišlo do enega. Koliko vas bo? V bistvu bova dva. Ja. Dva bo dirkala, potem tam bova najela mehanike. Aha, tam najamete. Tam najela mehanike, mislim, je že zmenjeno, no. Ja. Tam bova najela pač firmo, ki naj bo vozila v hiše. Koliko ki pa bo to spala tam. Koliko mehaniki pride? Koliko te bo suma sumarum prišlo? Si pravim, približno med 10 in 12 za enega, ne. Za enega. Aha, to je že samo vključeno. Vse skupaj, vse štartnina, vse letalske karte, vse. Dober si. In kako se lotiš nabiranja teh financ? Ne vem, pač srečo imam to, da imam neko razpoznavnost v tem športu. Tudi se mi zdi, da s samim sponzorjem svojim pol to vračam nazaj, na tak ali na drugačen način. Ne poberem sam denarja, no, ampak pač jih vrnem z zgodbami. Vedno poskušam prodati te izdelke, ki jih pač reklamiram. Ne samo prodati, ampak pač jim tudi ljudem razložiti, kaj je, pa zakaj je, pa tako naprej. Ne vem, če povem čisto, da je Robeta moj sponzor za avtodome. Super. Veliko ljudi, pač, ko sem nekje na eni dirki, pridejo pogledat, pač izmeri radi voljo odprem vrata, razkažem, razložim, kaj to za ena firma, kje so, kako so in tako naprej, nikoli ne pač. To je za njega še cnej, da bi tam expo plačal za nek tak... Ja, pač eno z drugim mora biti, ne? Tako. Eno z drugim mora biti in tako nekako to peljemo, no. Brez česa, oziroma brez koga si zdaj več ne predstavljaš Cape Epica? Brez mehanika. Brez mehanika? Ja. Brez maserja. Brez maserja tudi ne? Ne. Hrano, da brez kuharja bi še šlo? Ne, mislim, ok, bi šlo, ker hodiš jaz vem, če imaš nekje blizu, ne. Da povem, poštena leta še ne vem, kako je Švicar organiziral to kuhanjo, ne. Ali bodo tle, kot bomo spali kuhali nama, ali kako bomo to skombinirali. Okay. V bistvu je tako, jaz na sami etapni dirki ne rabim neke posebne hrane, rabim definitivno makarone, vse ostalo pa pač makarone rabim, brez tega ne morem. Ne. Spiš zdaj, kje največ v šotoru predvidevam? Zdaj ne moš spati v šotoru, moš spati v hišah. A ne. To je kar razlika, ne? Ja, ogromna. Vse pozna na regeneraciji telesa. Ogromna razlika. Ok, vidiš, ne predval si skozi leta. Predvsem imaš mir, a ne, tudi bom povedal še eno zgodbo, ki so z Bartom, 2021 Epiku, je rekel meni, da bom spal sicer v avtodomu z njim, potem ni mogel dobiti mehanika, mehanik je postavil pogoj, ok, grem s tabo, če lahko spim v avtodomu, Bart je rekel meni, je tebi problem spati v šotoru, sem rekel, ne, mi ni problem, ker sem bil cel dan pač zraven avtodoma ali v avtodomu v senci, edin zvečer sem šel spati v avtodom, mislim v šotor, sam šotor je bil postavljen čisto zraven avtodoma, ampak potem mislim, da četrto noč sem rekel, Bart, sorry, to ne bo šlo več, ne gre, jaz se bom najdel v mestu pač spanje in so me najdel tam, poznam že toliko ljudi, da so me najdel spanje v mestu in sem šel tja spati in to je bilo to. Preklop narediti hiter. Ej, kako tvoj največji challenge, ko si ti prišel prvič na Cape Epic, pa vse to šele na prvič odkrival, pa spoznal, kaj ti je bilo najtežje? Enostavno vidiš šele, ko mogoče končaš Epic, vidiš, kaj bi lahko popravil, kaj bi lahko drugače, a ne, kako bi tu te stvari speljal, recimo, če se spomnim 2011, ko sem bil prvi z Ivon Kraft, mi je bilo v bistvu na nek način najtežje njo spraviti, da bi počivala, ne. V smislu, zakaj? Zelo zgovorna punca je, ne, in če sva šla midva, ne vem, do koles pogledati, kaj se z njimi dogaja v ta, kako se reče, kolesarski kemp, ne, ko so do kolesa spravljena, sem lahko porabil tja pa nazaj uro pa pol. Ker to je vsakem mogla govoriti in Ivon, regeneracija, gremo počivati, a ne. Ja, in potem pa spoznaš take stvari, da ne vem, ko sem bil
prvič sem vedno pač, ok, končaš etapo, daš kolo prat, peleš kolo v z ograjo pač spraviti. Potem, ko sem v naslednji že nisem več tega počel, sem že dal kolo prat, počakal kolo in sem se z njim vozil po parku, kam imaš ti recimo, ne vem, od Čotora do WC 300 metrov, pa od tam spet nazaj do Čilicon, jo tam imenujejo, spet 400 metrov, ne. In če greš to peš, se to čez dan nabere, pač nekaj 5 kilometrov, ki jih delaš za brez veze, te mora počivati. Ja. Točno to. Ja. In tako pač vsako leto spoznaš nekaj novega in tako naprej. No. Ok, in zdaj, ko star izkušen maček Cape Epica, kakšen nasvet daš lahko nekomu, ali pa 3 nasvete, ki jih mora upoštevati nekdo, če bo iz Slovenije šel na Cape Epic prvič probati? Ja, letos bodo šli prvič fantje probati, ja. A bojo šli? Eni bodo šli, ja. Hudo, no, Pač daj jim poznam nasvete, se ki te bojo gledali. Ja, pač treba je jesti, piti, pa čim več počivati. To je to. Pa ne se obremenjevati z rezultatom, ampak je dan po dan pač stvari končevati. Hudo. Ja. Zelo simpel in pametno. Čisto enostavno. Ok, zdaj sem si pa jaz itak par vprašanj napisal, ki jih ne smem v bistvu izpustiti, se mi zdijo pomembna, pa dajva najprej začeti, se pravi, ti si zdaj že zelo znano ime Epika in spadaš med legende imenovane Amabobesi. Ja. Kaj zdaj to pomeni? Mislim, v bistvu povem odkrito, meni to ne pomeni nič, a ne? Meni to ne pomeni nič, ker jaz pač dirkam zaradi sebe, zato ker rad to počnem, ne zaradi nekih titul. Ja. A ne? Amabobesi pomeni član levega krdela. To pomeni, da ko končaš 3-krat Cape Epic, dobiš ta naziv, imaš obenem tudi to možnost, da ti ni treba potem več na žreb. Žreb kakšen? Žreb, da lahko sploh na dirko prideš, a ne? A je tudi zdaj tako? Tudi to obstaja, ja, odskoz, ker je tudi prijavljenih pač, da enostavno ne moreš na dirko priti. In kako si pa ti za štartov pol sploh? Ja, na žreb, a ne? Aha, in so te žrebali. Ampak, ja, tako je bilo. Ti si ga kolikrat odpeljal? 8-krat zdaj. To že lahko malo spremenijo, že kakšen drugo titulo dajo za... Ja, če jo ali pa če ne, če vseeno. Okay. Spremeni. In zdaj, kako se ti spomniš svoje prve zmage na Cape Epicu, klele z Nemko Ivone Kraft? Ja, bila je zelo, lahko rečem, da to je bila moja res taka, lahko rečem, najbolj čustven epik, no. Mislim, čustven zakaj, si pravim, bil je z mano Sine, bil je z mano Boban Aleš, ki smo res ena taka majhna ekipca, ki smo dobro delali. Sicer moj sin je prav, da sem jaz na dirki malo tečen, ne? Ampak jaz pa pravim drugače, da nisem tečen, da pa sam gledam za svojo rit, ne? Ja. To je pač čist res, sem kar egoističen, no? Kar se tega tiče, ampak enostavno drugače ne gre. Hočem povedati to, da dokler se dirka ne začne, sem jaz pripravljen narediti vse in skuhati, oprati posodo, jo v trgovino, vrečka nositi, naredim vse. Ko se dirka začne, gledam pa res samo nase, a ne? Tudi od nobenega nič ne pričakujem, da mi bo pomagal, če se mi pa že ponudi za pomoč, pač pa pričakujem, da bo naredil tisto, kar je rekel, da bo. Razumem. In to. In zdaj ta zmaga je bila čustvena, praviš? Ja, čustvena zakaj? Zato, ker je bila prva res pregarana, res taktično dobro odpeljana, z mojim divjim pacama, ne, ki bi se lahko končal tudi tragično, ne. Ampak ja, pač tako je bilo, padec, ne, kaj se je zgodilo, šli smo po asfaltu, mi pravimo pod nogo na klanc, Ja. Jaz sem Ivon pač držal zadnji za hrbet, da si mi pomagal, da je ostala v tej grupi, ki je šlo dosti hitro, spredi je nekdo zabrenzal, na kar sem se jaz bilanco zaletel dobesedno njeno rita, ne, stegno, kolo mi je obrnilo okoli, v obcestni kamen sem priletel, zelo visok, naredil salto. Ivon si jaz sem zadrla, Peter si okej, sem rekel, ja, okej sem, no, on je šla naprej, a ne. On je šla grupo, naprej. ja, naprej z grupo, ja, jaz sem pa pol ujel nazaj, no, tako da ja. A bi ti v takem momentu pričakoval, da te nekdo počaka, da greš skup naprej, ali razumeš, da gre naprej? Ne, prav je naredila, ki je šla naprej, vprašala me, če sem v redu, a ne. Aha. Tako da jaz vem, da pač vsi ti izkušeni imajo še na oči zadaj in vejo, kaj se zadaj dogaja. Aha. Enostavno čutiš, a ne. Ej, pa tako, Tomaž Kovšca Ja, je delal ene parka dokumentarcev. Ja, ja. Takrat tudi Daj 12. mislim, da je bil on osebno je bil 2014 z mano v Južni Afriki. Aha, osebno je bil on 20. Osebno 2014, ja. A imaš ti takrat, kaj neka taka televizijska zasedba s tabo, a imaš kaj več pritiska pri sebi, ali to odmisliš?
Pa ne, sem čisto odmislil, enostavno meni je to so ali pa niso. Koliko je dolg dokumentarc? Mislim, da je 50 minut. A si lahko to še kje pogledamo? Je kakšen link? Še vedno na YouTubu se lahko pogleda. Ja. Se pravi, glejte tamle v opisu profila, bom jaz prilimu tole povezavo, da te lahko pogledali Petro dokumentarc. A ne? Ja, takrat je bil pač nisva končala za njih, ona ni končala, ker je zbolela. Dobila sva prvo etapo, prolog. Hudo. No, potem je pa zbolela in je šlo pač konc. Je tudi morda takrat podrezala tvoj živc? Ne, To pa ne. sploh ne. Zato, ker pač jaz na svojega partnerja, kdorkoli je z mano, vem, da se lahko meni zgodi isto in to pač tako je. Sploh ni. Nikoli nisem jaz pač pričakoval od partnerja več kot. Ok, potem pa nastavimo vprašanje tako. Se pravi, zdaj si že superstar tovrstnih dirk. Ja. A mogoče kakšni fani do tebe hodijo z nekimi pričakovanji, jaz sem lahko tvoj partner. Imaš kakšne te? Ja, imam veliko teh. Imaš ti zihar kriterijih kakšen hud, kdo je lahko tvoj partner? Pa v bistvu nimam kriterijev, kaj pa vem, postavi me sam, naprimer, bom pa eno zgodbo zanimivo. No, daj. 2017 me je klical kolega z Brazilije, ki sva se spoznali na Pepiku. Ja? 2017 ali 2016, ne vem točno, kako je bilo, Pablo Rodriguez, on je drugače Argentinc, me kliče, pravi Peter, jaz bi pa želel s tabo voziti pač Pepik, če bi ga vozil z mano, ne. Sem rekel, Pablo, prosti, pač ne gre to tako, pač prevelika razlika je med nama. Razlika v kakšnem? Fizičnem ali? V fizičnem smislu, ne. Sem rekel, ne gre in je brez smisla, sem rekel, ne bo šlo skozi, ne. Ja, pa ne, veš, pa jaz sem računal, pa imaš fante, ki sam računajo, ne? Pa z ostanki tam, pa na uni dirki, pa z unim, pa ne, imaš kombinacije. Pa dejansko to gre skozi, ker to se mi zdi, da je nepredvidljiva dirka. Pač čista, ne, no in rekel se neko lep, ne, prav, ja, kaj pa, če bi jaz prišel do tebe na trening? Se rekel, ja, pridi, ni problema, komotli, je za koliko časa, se rekel, za koliko časa hočeš pridi in bod pri meni, ne. 14 dni, 3 tedne, v redu pridem. Pridem z Brazilije k meni. Jaz sem ga šel iskat na letališče v Benetke z avtom. Prvi šok je bil, ko ga pripeljem v Cerknico. Zapeljava na dvorišče k meni, Berlin go zadnji odprt, vrata. Sem rekel, Petr, greva k meni na kosilo. V noči skoč, ne. Kaj pa kolesa, ne. Jaz sem rekel, ne, pač v avtu, ne. To je čisto nepredstavljivo, ne, ker pač tam vse pokradejo. Ja, itak. Ne. Šele polen 3. dan ali 4. dan je pogrunil, da lahko včeraj zunaj pesti. Hudo. Pred hišo, ne, ker to je bilo čist verjamem, da so različni. Čist drugače, ne. No in pač je bil pri meni, ne. No in pride k meni in prav tako, sem rekel, Pablo, jutri grem jaz delat, a ne, pač pa potem pridem nazaj, pa bo šel z mano, pač gremo pa skupaj na trening. Pravi, ne, Peter, jaz sem se odločil, da pridem k tebi, ti si profesionalc, jaz vem, da si profesionalc, jaz bom živel tako, kot živiš ti. Sem rekel, prav, živi tako, kot živim jaz, ni problema, zjutraj ga dvignem ob 6, takrat, a ne ob 6 in sva začela pač zajtrk, teren, stranke, telefoni. S tabo je šel na teren? Z mano je še vse, koliko grem jaz, ne. 3. dan zvečer mi je rekel, Peter, jaz imam vročino, ne morem več, nisi normalen. Tako je bilo. Čakaj, pa on dela v bistvu, kaj nima dela? Ne, on je pač drugače neke lokale oddajal, nek lokal gor v Braziliji in to in oddajal na tega živo in tako naprej in tako nazaj. Pač ja, tako da so take zgodbe pa zanimive. Tvoj tempo ga je sesul. Moj tempo ga je sesul, ja. 1-0 za Slovenijo. Ja. Hudo. Ja. Ok, ampak če že gremo na tem, kaj ti zahtevaš od partnerja, oziroma kakšnega partnerja nikoli ne bi sprejel? V bistvu sploh ne gledam to, ampak gledam nekako, da smo nekako enakovredni, ne. Zdaj se pa že toliko poznamo med sabo. Recimo to isto, kad bi se hodil s Karlom Platon dirkat. Nima smisla. Ker je pač enoštengo višji kest in kaj ne počne z mano. Ja, razumem. Nima smisla, nekako iščeš. To je dobro, da si realen tudi do sebe. Ja, seveda sem realen do sebe, vedno sem bil realen do sebe. Nikoli nisem pač v luftu. Hudo. Ja. Da ima povej, Pepik, Afrika, se pravi prehrana. Tam, ti si rekel načeloma, da ne rabiš veliko, rabiš makarone, pa najbrž kakšne te gele za dozirati. Ja, vedno. Ampak predstavljam si pa, da se tam marsikaj tudi lahko zastrupi s hrano. Kako je s tem? Kaj treba paziti? Pa kaj pa vem, da bi jaz rekel, če jaz ki pazim, ki posebnega obnašam se tako, kot se obnašam doma, a ne, definitivno ne pijem njihove vode. Vodo vedno kupujemo, pač, tudi če smo pač zunaj, voda se kup.
Tudi za v hiši, če smo, pač vodo kupimo, njemo nikoli njihove, oziroma Iz pipe ne... z pipe nikoli nikdar. To je edino, kar pazim. Vse ostalo pa lahko rečem, da isto. Umivanje rok normalno, kot doma, vse normalno. Mogoče malo neprijetna tema spet, ampak ne bi bil, jaz še ne bi vprašal. Se pravi, ti si na kolesu 6 ur. Ja? Kaj narediš, kad te vmes kakat? Me še ni. Te še ni? Me še ni. Me še ni. Me je lulat, to ja. Ampak a spustite kar tako na sedežu ali se ostavaš? Ne, se ostavim. Se ostavaš? Ostavim, ja. Ker sem pa slišal, da je ni pa kar lahko Ja, se sorca dogaja. Vse? Jaz ne, pač, ker ne vem, ni bilo še zaenkrat tako, mogoče, če bi se šlo za sekunde, bi tudi to naredil, a ne? Ja. Ampak zaenkrat ni bilo te situacije, še se ostavim in tako naprej. Si slišal morda kakšno prigodo iz kempa, da se je nekdo mogel... Ne. Mislim, ja, slišiš, ko imajo fantje probleme, ne, da pač mora iti večkrat med etapo, ne. To je kar zaradi česa, ja. To je kar bed. To je kar, kaj, če moraš, si ni tle, kaj. In pa si kaj, naprimer, nekdo te s kamero snema, in ti moraš... Ne vem, tam je pa toliko enih grmov in tega, da, ja, ni to, da bi bilo tako, da je to ravno, ne. Najljubši odseki v Cape Epicu, se pravi, kaj ti najraje voziš? Kakšne etape se veseliš? Veliko klanca v kosu, to mi je fajn. To mi je fajn. Vedno mi je bilo to fajn. No. Ej, nastavitev bajka, naprimer za take maratonske oziroma etapne podvige, kaj je treba paziti? Sprav, ti voziš zdaj kaj? Ja, jaz zdaj vozim treka super kaliber. Ja? Malo sem ga sicer, dobro, zmetenje sem dal spet Fox, ja. Nekako sem Foxov privrženc, predvsem zaradi teh drobnih ribinskih zmetenje pobira, no. Ja? To je to in to. Nekako vem, kot imam kakšni pritiski imam v sprednji vili, pa v zadnjem fedru. Te podatke dam mehaniku, ko pridem na Epika, ne. Tudi pritisk gumah vem, kakšen vozim, te podatke dam mehaniku in potem načeloma za to ne skrbim več. Zakaj si se odločil, naprimer, za treka super kaliberja? Dolga zgodba, Okay. a ne. To je kar dolga zgodba. Nekako treka imam jaz že odskost, v cestno kolo. Hudo. Sem že velik, imam starega, lahko rečem, zdaj 20 let. Ja. Ker se ga nekako ne morem, ne bi rekel, da se ga ne morem znebiti, lahko bi se ga, ampak mi je nekako pri srcu. Mi je okej za tisto, kar rabim mesta, ne. Bil sem na vezi že s Hrvati, Rocky Omo 2017, 2018. Takrat so me oni klicali, če bi pač vozil za njih, nekje eno dela sicer, ne. No, ampak takrat smo imeli pogodbo s Kendlom, se neko leto je situacija taka, da pač trenutno ne morem, ko bom pa jaz rabil, bi pa prosil pač, da vas prosim, No in dejansko sem jaz rabil, in ko sem razmišljal, kjer kolo bi smel, je bil to trek, In sem jih poklical in smo se zmenili in tako to. Da best. Nekaj verjamem, da naprimer človek tvojega kova si že lahko malo zbira, kaj bi vozil. Trenutno lahko zbiram, ja. No, se to. In to so neki sladki problemi in verjamem, da se potem odločiš na nekaj, kar mu zaupaš, ker veš, da se dobro pele, da se ti dobro gor počutiš, ne? Nekako kolega moj kupil pred leti treka super kaliberja tudi, in se neko kolega, zdaj imaš pač najboljši kolo, imaš boljšega kjesta, in to. Takrat so še ti super kaliberji glih ven, ker ga je kolega kupil, jaz sem ga celo jaz rihtal. Ampak ja, tako pa če. A se pozna ta sistem upetja vzmetenja, ki imaš v bistvu že kar malo trdaka v full suspensionu? Ja, je kolo, ko ga zaklenim med trdo, ko pač tisto, kar pa rabim jaz, je pa tistih 8 cm na vrh glave. Ko greš na dirko in imaš to svoje kolo, na kaj si najbolj pozoren, oziroma kje si res pikolovski pri nastavitvi? Kaj pa vem, sploh se mi zdi, da nisem pikolovski. Enostavno imam te ročice nastavljene tako pač, ki so, da je to ravno, to gledam zmeraj, da imam to ravno, to gledam višino sedeža in to. A imaš rajbolj čist stegnjeno nogo ali imaš mečko bolj Imam pokrčeno, tako da nisem bil še v življenju na vedno v bike fittingu, nikoli. Nikoli v bike fittingu? Nikoli na bike fittingu, nikoli, vedno si nastavljam sam. Bravo. Veliko se o tem pogovarjal z Matejem Ugljem, ki so skupaj na treningu. O teh bike fittingih, o samih nastavitvah, tudi en drugega gledava, kaj kakšni misli o mojih nastavitvah, o njegovih nastavitvah, in tako malo se hecava na ta račun, Super. Načeloma, ko dobim novo kolo, ne vzamem metra, ne vzamem nič, vzamem imbuse sabo in grem, Po feelingu. in po občutku, nastavim in fertik. Ponavadi prvi dan končam. A pa ti je bolj nižji sprednji konec ali nekje vmes ali višji?
Na primer, eni fajfe povračajo v čisti minus. Ne, jaz imam mogoče celo podloženo podložko ali dve. Že zaradi te na maratonu, ki so na kolesu, ne rabi biti tako dolna. A bi lahko rekel, da emšo tudi ne pomaga? Pa ne, nisem nikoli, se mi zdi, da že skozi imam bil tako gorjast, vse skupaj to nastalo. Nisem se nikoli dol nagibal preveč. Kakšne šajbe imaš na kolesu? Aha, tako je. Za trening 36 spredi. Aha. Načeloma 36, no, za dirke pa 34. Za etapne dirke zmeri 34, nikoli večje. Na treningu pa pol, da si malo... 36, ja. Koliko keten zamenjaš na let? Ja, teh sramov jih nič. Čakaj. Prej si dal neko brutalno cifro in boš rekel, da to zdrži ena veriga. Ja. Ta ti draga srama, ki nas drži. Ja. A pa bi rekel, da je to zaradi tega, ker si ti lahek, pa mogoče ne delaš nekih brutalnih pospeškov oziroma šprintov, ali to delaš? Tudi to delam. Tudi to delaš in to drži? Jaz mislim, da zaenkrat te verige od srama so res kvalitetne, pač tako je, ko sem jaz videl, tudi se ne raztegne. Noro. Edino tako je, recimo zdaj, če bi šel s starim kolesom na pač neko etapno dirko, bi definitivno zamenil verigo, preventivno, ker jaz trgu verige nisem nikoli. Če se mi je zgodilo še prej proti staremu sramu, ker ta zdaj neka SL, ne vem kakšne, pa ravne so zgori, poči členk po sredini. Ta ploščica, ko je na verigi, pač poči. To. Da bi se pa strgala, pa ne nikoli. Kaj, kaseta pa z oblika? Tudi raztegneno ni nič. Drži vse, ja. Drži vse? Drži vse, ja. To pa bi, v bistvu bom rekel, da bi izgubil stavo, če bi to rekel. Ja, tudi ni raztegnena, ni nič. Ampak, a bova pa rekla, da mogoče si pa pozoren, a veš, eni so zelo grobijani pri kolesih, se pravi, ko prestav požene in to vse poka od zadnja. Bi ti rekel, da mogoče, ko prestaviš malo počakaš, da lepo pade verigca med zadnji? Te novi menjalniki zdaj tu poberajo vse, ne? Imaš elektriko seveda. Ja, itak. Elektrika ali zajla po feelingu tako? Ti je všeč elektrika? Všeč mi elektrika, ja, priznam. Gumbek. Že se še kar ne morem navaditi na ta gumbek. Mi je mogoče ta potek ročke lepši pri mehanki, ampak kako pa šalta elektrika je pa noro. Jaz pravim tako pač, da zaradi dirke, zaradi zajla ali pa zaradi elektrike ne boš dubal pa zgubil dirke. Tako je. Gre se bolj za tvoj. Bel je tako. Bel je tako. Zgleda, ne. Dotakneva se še valjda, zdaj pa se še malo dotaknem, ker me zanima, stari. Se pravi, gume, ko greš ti na te maratone, etapne dirke, eksperimentiraš kaj na gumah, a si bolj na nekih 2.4, 2.2, širina 2.1, kaj gledaš? Testiral sem marsikaj, mislim več stvari, ampak ne vem, sem kar nameckal, 2.25 in to je to. In to je to? Zdaj sem testiral 2.4 sicer, ampak mislim, da bom za Epic porabljal kar 2.25. 2.25? Ja. Tubeless? To seveda. A imaš nota tudi kakšen insert? Inliner, ja, zadnji. Zadnji ga imaš? Zadnji za etapno dirko, tako, ja. Karbonski obročniki? Karbonski obročniki. Občutiš razliko na pramalu? Dvomem. Ne vem, če bi jo čutil. Nisem jaz vozil karbonskih obročnikov že od leta Sedaj pa mi povej eno zgodbo. Jaz, če se prav spomnim, lansko leto ali predlansko leto, si ti se prevažal, oziroma nekako sta imela z nekim partnerjem, sta se dobro znajdla, ki je te eksplodiral zadnji vilset ali komu te? Ja, meni, ja. Kaj pa je bilo tam? Ja, splet zelo neumnih okoliščin, sprem temu, ne? Ja. Ja. Ampak sta se hudo znajdla? Ja, sva se znajdla, ja. Glavnem, tako je bila situacija, je bila taka. Jaz sem porazmišljal, zakaj si je naredila, kaj si je naredila, ne? Ja. Dobro, pač prvo kot prvo, meni so dali pač pokrivitelji zelo lahke broče za dirko, to je res. Kateri ne bi bili ok, ne bi pač držali. Zjutraj sem prišel do kolesa svojega, sem bil tudi guma zelo malo napumpana, ne. Sem rekel pomožnemu mehaniku, sem rekel, ti guma ni ok, dej pumpa, da napumpam. Pravi, lej, spustil ti je malo, da boš boljš da se boš mehkejš pelal, ne. Sem rekel, ne, to je preveč, bom jaz napumpal, dej mi pumpal. Pravi, ne, pumpaj vzel Matej na štart. Okay. Jaz sem prišel na štart in jaz sem pozabil napumpati. In se je to poznal? Ja, in sem užgal, ne. Užgal sem v kamen, nisem bil edini, ki sem na tem spustu razbil feltno. Bil je tudi en z ekipe Specialized, bilo je to 16 km do cilja. Vsi so se čudili, zakaj ni bil spodaj tehnične cone, ki bo res težek spust, tehničen spust, ogromno kamna, ne. Ja, mi je šlo, je bil kar šok, no. Je bil kar šok. Važno, da si bil ti cel? Prosim? Važno, da si bil ti cel? Ja, jaz sem bil cel, bil je šok, ker vidim guma prazna,
se vstava, gleda v gumo, nikjer ni bilo videti, da je karkoli guma poškodovana. Imel sem noter inliner, ne. Na kar moj partner pravi, lej, obrod si razbil, ne. Sem rekel, ja, dirka je končana. Pravi, ne, etapa je končana, dirka ni, ne. Hudo. Etapa je končana, dirka ni, prav prišla bo v den cilj. Sem rekel, je to, da bo prišlo cilj, si tu pa sploh ni debate, ne. Bilo je pa še 16 km do cilja. Tako da so bile pa razne kombinacije, kako če to zdaj speljati. Teren, steze, ozko, korenine. Ja. In potem smo se nekako dogovorili tako, da je vsakem čas hodil, pa vsakem čas vozil kolo plus kolo, ki je bilo nevozno nosu. Ne. In to sva pol pač kombinirala. Na delih, ko da se bo dalo to pelati, sem ti posnel, ko da se dalo pa to pelati, sva pa pač naredila tako, da sva sedela na enem kolesu in pač šla. Ja, in ta posnetek, ki se ravno kar predvaja, je dejansko šel v svet. To je bilo ful Ja, bilo gledal. mislim, da okrog 3-4 milijone, ne vem, 3 milijone mislim, da je bilo Tako gledano. da, Tazga, ja. tudi v redu reklama. Ja, bila je v redu reklama za KMC-ja. Za KMC-ja. Se nam je zahvalil lastnik, ki je bil tudi na Cape Epicu lansko leto. Vam je štrtnino pokril pa? Ne, ni, to je Bartov sponsor v bistvu, ne, ampak pošuje pač pogled komplet Bartovo ekipo, no. Ja. In jaz se nam osebno zahvalil, prav fanta, hvala za reklamo, ne, to sta res naredila. Ja, vrhunsko. Okay, ne, s tem, da ja, sva hodila 16 km, pelala, hodila, vse sorte bilo, no. Vmes zmanjkalo vode, pa sva jo pustila tam pol po vaseh, ne, sva dubla. Nisem gruntov, kaj je, kaj ni. No, po naslednji dan sva pa dubla etapo. Super, bravo. Z jeze. No, z jeze, tako. Ne z jeze, pač kup. Pač, Ja. ne, ja. Morata, trdno. Ja. Zdaj pa povej, v času te dirke, kdo to servisira kolo vam? Ja, v bistvu odvisno, na kateri dirki sem, kam Ok. grem, ne. Recimo, če se pogovarjava spet o Cape Epicu, Ja, je tu hrvaški mehanik Matej Skozin, ok. ker on gre zmeri pač z Bartom zraven. 2025 vem, da ne bo šel, ker imajo druge plane, ima nekaj dirke v Grčiji. Ampak, če sem pa kot druge na dirki, pa kakšen drug mehanik, ne. Kako si pa pol to reševal takrat na začetku, ko si bil sam? To je pa tisto, kar sem rekel prej, da včasih nismo nič raufali. Kolesa niso bile princeske, so nekako zdržale več, a ne, in smo zamenjali ploščice sami in to je bilo to. Zdaj pa dejansko, ja, se lahko rečem, vem, da ima te moje kolo po vsaki etapi podarjeno. Po vsaki etapi podre. Ja, vse je pregledal, sestavil nazaj, zložil in tako naprej. Ampak, če pogledam tudi ostale profi ekipe, ne, vsi so to počeli. Edino, kar sem se navadil od Barta, je to, se spomnim, da 3. ali 4. dan, se mi zdi, da 4. dan je bila moja zadnja guma iztrošena. Sem rekel, Bart, jaz bom menil, kaj pa ti, sem rekel, si imaš še slabš gumo, ki jaz pravi, ne, jaz ne bom menil, ne. Sem rekel, zakaj pa ne? Pravi, guma pač je udelana In zaupa. in to. In dejansko ima prav, ker jaz, če pomislim, zdaj nazaj, največ efektov sem mu z novimi gumami. Ja. Z nami gumi. Ja, tako da zdaj vedno, ko grem na etapne dirke, vedno jih prej 14 dni vozim. Pomeni, da je malo zvozen, da sem malo premečkane, po domače povedano, prediha in šeli potem ne vem sicer, kako te delajo downhillaši, ampak ta zgodba definitivno pije vodo. No, tako. Po mojih izkušnjah. Ne. Ja, mislim, spet downhillaši se mi zdi na tem nivoju, kot sem jaz spremljal, imajo za kvalifikacije in za finale sveže gume. To je zdaj... Tudi vidim, da recimo na Epiku večinoma vse profi ekipe vsako etapo menijo nove gume, ne. Ampak jaz po mojih izkušnjah nisem zagovornik tega, no. Res ne. Koliko defektov pa imaš, na primer, tako, če gre gledati še znati? Koliko defektov imaš v celem izkušnji Epika? Zelo malo defektov. Zelo malo. Recimo lansko leto nobenega. Ampak je to zato, ker voziš smart? Ali ker je pač... Nekako se mi zdi, da veliko pomeni to, ker vozim zmeraj ene iste gume, ker ne eksperimentiram, vem, kaj lahko od gume pričakujem, vem, koliko moram napumpati. Ker vedno, ko sem nekaj poskušal zamenjati, eksperimentirati, sem nekaj naredil eno škodo. Ali sem prebil, ali sem feltno razbil, ali nekaj. Tako da moraš zelo naštudirati gumo pa pritiske. Ni kar runo, zdaj bom pa probil to. Moraš vedeti, zakaj, pa kako se bo stvari lotil. Recimo že, če gledam, ne vem, velika razlika je pri gumah, ki so z rjavim robom. Ja. Ne? Te so veliko mehkejše kot te, ki so s črnim robom. Ne?
tudi lahko, če je isti, ne vem, eno pa polstenska in Ja, rjav in ni črn rob. načeloma, recimo, spet jaz imam primerjavo z Viktorijo, ne, Ja. ker Viktorijo vozim, ostalih Ja. nisem, je razlika, recimo, če bi hotel isto trdoto gume imeti, a ne, za črn rob rabiš 0,1 več oziroma manj kot tam, a ne. Z raven rob bi mogel pumpati 0,1 več. In ti meni prej rečeš, da v bistvu neki nisi čisto specifiki kolesa. To so Ja. zdaj kar detajli. Ja, pač to naštudiraš, ker če ne boš tega naštudiral, boš razbil, a ne. Tako je, si to te uči praksa, a ne. Ker to kilometer narediš, toliko spustov narediš, toliko škode narediš in potem se te stvari naučiš, a ne. Zdaj pa sam še rečeš, da si občutljiv na šponene špice ali pa ne. Ne, to pa ne nisem občutljiv, ne, ampak to je stvar taka, da veš, kaj mora biti, če hočeš, da to dela. Ampak pa moraš tudi upoštevati, ker ena pumpa ima več spustiven, ker jo odključaš, ena pa malo manj. Dober. Ok, če gremo tako pipolovsko, to pač ne gledam nikoli, ne. Ne gledaš, ja. Ampak dejansko ti povem, ne, se pravi, rjav rob sem napumpal enkrat, večkrat, no, 0,1, isti pritisk in sem razbil feltno. In potem sem gruntal, zakaj? Zato, ker je pač guma toliko mehkejša. Vsi vi, internetni veleumi, oglaste se v komentarjih, komentirajte, mogoče odkrijemo kaj novega. A ne? Pač, ne vem, to je pač praksa, to je toliko kilometrov, toliko tega in enostavno pač nekaj stvari naštudiraš. Dotaknemo se še regeneracije po etapah. Kaj te, rekel si, da ful paziš na to, se pravi, da si se z leti naučil, da ne prehodiš milijon korakov. Kakšne regeneracije se še poslužuješ? Ja, definitivno jest, pit, a ne. Koliko kalorij porabiš ti v eni etapi lahko? Ja, recimo, če gledamo po Garminu, ne, je to tam okrog 4000. 4000 kalorij. Cca, 4 pa pol, odvisno. Tle nekje po Garminu, zdaj pa kaj je to res, kaj ni res, pa pustimo stati. Ampak jaz vem, da pač jem ogromno po etapi, ne. Lahko rečem, da pojem vse, kar ni privezano, ne. Pač enostavno tle, ker sem dirkal zdaj zadnja leta v Afriki, pač Bartova ekipa res poskrbi tako, da je skozi vse na mizi in vedno, ko greš mimo, zmeraj nekaj vzameš, ali se usedeš, ali poješ, ali si, ne, vedno je na mizi riž, jajca, nutella, arašidovo maslo, razni slani piškotki, pijače, vse tam, ne. A pa ti je boljš, a si človek, ki se pol natrpa s hrano ali bolj malo pa pomali jesti? Malo pa pomalo. Malo pa pomalo. Skozi, jaz jem celo popoldne, no, lahko rečem, celo popoldne pač. Itak, prvo takoj po etapi te počaka mehanik v cilju se za regeneracijo, ne. Tisto potem greš čez en tak prehod proti izhodu iz cilja, ne. Tam spet dobiš neko hrano od samega organizatorja, vidiš, če ti kaj paše, vzameš, poješ. Ko prideš do šotora, mislim, do pač kempa, tam poješ takoj, pač čaka riž, a ne. Riž, poješ riž, potem je masaža, potem pa ješ naprej. Imaš kaj težave s krči? Ne, zaenkrat ne. Si imel kdaj krče? Ne, mislim pač, dobro, občasno pridejo kakšni krči, normalno, ampak načeloma, če gledam, ne vem, lansko leto ali pa te stvari, na teh etapnih nimam problemov, ne, res pač ogromno pijem, tudi pripravljen pridem na tako dirko, no, tako da nimam problemov s tem. Svaka čast, Madonna, ker to je pa zdaj že profi rat, ali deva reči, ne? Mislim profi, pač je rato na tak višji nivo je rato, jaz sam, pač še zmeri smo amaterji, ne. A si drugače vraževeren? Imaš kakšno stvar, ki pred vsako etapo narediš? Ne, ampak velikrat je tako, da ne vem, imaš itak po vsaki etapi ponavadi operem sama, ne, odvisno, no, pač. Aha, opereš sam? Operem robo doskrat, no, če sem samo operem sam in doskrat je tako, če pač prvi dan oblečem dres pač vodilnega, ne, pol tudi celo dirko ta dres vozim, ga perem in ga pač vozim. Tudi če nisi vodilen? Ne, če si vodilen, pač itak dobiš vsak dan noga, ne. Aha, tako. Ampak ne oblečem noga, ampak starega, ne. Pol je malo, nekaj je. Pač ne vem, če je to tako, ampak To mi še povej, ko se s partnerjem, se pravi, prebijate čez vse te prelaze in tako naprej, kdo vodi, kdo narekuje tempo na gor, kdo narekuje tempo na dol? Če recimo, odvisno s kom sem, a ne, ker pač že vemo, kje je kakšen, kje boljš, kako je kakšen boljš in kje je, ne. Recimo, če pogledam, imamo primerjavo Barta, ne, Ja. z Bartom definitivno bo on spredi v dolino dol, ne, jaz sem bil pa gor, a ne.
Tako da tudi Bart je meni rekel, ne vem, sem bil zelo presenečen takrat 2021 na Cape Epicu, smo imeli štart v Cape Townu pod Table Mountain, zraven univerze. Je rekel, Peter, kakšna je pa taktika danes? Ja, taktika, si veš kakšna je, pač greva, dobiva etapo, ne, dobiva prolog. Pravi, ok, ti si hitrejši, prvih 15 minut si ti spredi. Hudo. A ne, in tako da pač tudi on zna povedati. In to ti pa zihar malo leska. Mislim, ne da mi laska, ampak pač tako je, kaj? Tako je. Ja. Zdaj sva nekje v letošnjem letu, sezona 2025, kaj v tej sezoni pričakuješ ti oziroma kakšne plane imaš? Da bi ga pričakoval, ne. Jaz zmeri pač, ko grem na samo dirko, pravim sam sebi, daš največ, kar imaš. Se pravi, zmeri poskušaš pripeljati sebe najboljšega, se pokazati v najboljši luči, ne. Pol pa to rezultat, a ga prinese, a ga pa ne. A ne, če nekdo pač boljši, mu moraš, da si moraš stisniti roko in to je to, če si ti dal tisto, kar imaš in več nisi mogel, ne. A je tako? Je tako. No, in to je fajn, meni zaradi tega, ker pol nimaš nekega bremena, a ne, in se mi zdi, dokler dirkaš proti sebi, je bistveno lažje, če dirkaš proti drugem, a ne. Ker če boš ti dirkal proti drugem, se mi zdi, da je to en velik stres, moram biti pred njim, a ne. Ja. In ponavadi to človeka nekako spravi pod stres, zgublja zaradi tega energijo. Se mi zdi nekako, da je boljše, da rečeš, ok, danes bom pa poskušal biti boljši, ko sem bil včeraj, ali pa vsaj isti, ko sem bil včeraj, ali ne vem, v tem smislu. Moji plani za 2025 so pa tako, no, za začetek je Cape Epic. To imaš zdaj? 16. marec se dirka začne, 11. marca letim Cape Town. Finance so poštimane? Finance so poštimane. Ekipa je poštimana? Ekipa je poštimana. S kom greš letos tja? Letos grem z Barti Biherjem, on je Švicar, zmagal je že večkrat Cape Epic. Okay. Spomnim se ga že iz leta 2011, ko so lezi von tretja na Cape Epicu, on je pa zmagal takrat z Ester Sus. Okay. Ester Sus je tudi švicarska olimpika, tudi vozila svetovni pokal in tako naprej, tako da zelo v redu, pač hitra bila že takrat, a ne. In od takrat se nekako poznamo, ampak letos na Swiss Epicu, po Swiss Epicu je prišel on do mene in rekel, Peter, bi mi dva vozila naslednje leto skupaj, Cape Epic, so rekel, ja, ni problem, ker Švicari se mi zdi tako, da te zelo težko vzamejo Balkanca, za svojega. Ja. Ne vem, ali Balkanca, ali tako, se mi zdi tako, no, tako da leta smo imeli neko večerjo, tako te Epic legende, ne. Yeah. No, in smo prišli gor na en grad, zelo tako hudo gostilno, a ne, no, in nisem vedel, s kom bi šel, ali bi šel s tem Azunim, pa so rekli po Švicari, Peter, peti z nami, boš ti z nami Švicari danes, a ne, tako se imajo mogoče za malo več, kaj pa vem, a ne. Razumem. Tako, pač ne slabega ne mislim s tem, a ne. Ja, poveš, kako je. Ne slabega ne mislim s tem, vse je to v redu, tako da ja, tudi on je, pač Bart je vse pripravil, kar se tiče v Švici, a ne. Ne v Švici, v Južni Afriki, pripravil pač ekipo, ki bo skrbela za naju tam, ne. Jaz sem pripravil, kar je tle v Sloveniji, z nama gre Anže Furlan, Hudo. kot snemalec in fotograf. Top. Tako da letalska karta je že kupljena, Top. On je že kupil, no, in jaz tudi, no, tako da zdaj sva vložila prošnje za vize, so že na Dunaju, tako da čakamo to. Po Cape Epicu takoj 4 otoki. Madonna. Tako je 4 otoki, s Storsno damom, ko sva že tudi vozila 4 otoka skupaj in Transalp. Potem naprej pa še točno ne vem, kaj sledi. Kakor zdaj vem, naj bi šel spet v Švico, z istim partnerjem kot neki Epic. Kaj bo mes, pa še ne vem, ali bo to Apeninika, ali bo Alpentour, ali bo, ne vem, ali bo mogoče celo Andorra spet, a ne. Andorra Epic, tako da točnega plana še ni. To so drugače ima že kar na filan let, no? Ja, preveč, skoraj, ja. Ko si pa rekel, to moram se pa še dotakniti, ti si rekel, letos imaš zdajle Cape Epic, Ja. pa zelo hitro za tem Four Islands. 3 tedne. 3 tedne. Ja. A pa ti je to dost časa vmes, ali bi si želel še malo več? Ne, ker recimo nekako, to, kar si mu na Epiku, na teh etapnih dirkah, zdaj približno ne vem, koliko časa rabim za regeneracijo. Koliko? Ja, jaz mislim, da bom rabil cirka 15 dni. 16 dni po Cape Epicu. Po Cape Epicu, ne. Kaj pomeni to? Regeneracija, ne. To pomeni, da se jaz pač, ko pridem domov z Epika, vozim
5krat na teden s kolesom, pravim vozim, ne treniram, a ne? Malo se greš razpeljati. Se grem pelat in potem sem enkrat naredil v nogah klik in takrat si dober. Boljši, kot si bil pred epikom. Je pa to boljša metoda, kot če bi, naprimer, bajk dal za 15 dni v redu. Definitivno boljš. Boljško. Definitivno boljš, ja, ker mora biti prekrvavito v nogah, mišicah in tako naprej. Ni pa nikoli tega momenta pri tebi, da bi pa rekel, fuck, kako sem se ga nažrl, da ga ne vidim za en teden. Ne. Ni? Ni. Vedno grem rad na kolon, res grem rad na kolon. To je lepo slišati, ker jaz sem Edino je tam nažerno marim, to je pa res, to pa sovražim. Dober si, svaka ti čast. To je pa grozno, ne. Svaka ti čast. Počas se približujeva koncu V redu. tele zasliševalnice. A sva kaj pozabila? A sem morala še kaj izpostaviti, mi povej? Ne vem, se mi zdi, da zdaj, ne vem, koliko časa, 2 uri že govoriva, ne. Ja, ampak je to minilo takole, se pravi, vemo, da je dobra zgodba. Če bi bila kakšna vprašanja od poslušalca, kakorkoli, bi verjetno lahko še kaj odgovoril. Ja. Ker se stvar tudi zanima, ne. Ja. Ker je mogoče, kakšne stvari so meni logične, pa jih ne povem, nekomu pa niso jasne, a ne. Tako da, če še karkoli bo, ni problem. To je res. Če bi kogarkoli zanimali, napišite dol v komentar, a ti imaš YouTube kanal? Nimam. Ampak če pa bo koga zanimalo, te jaz lahko pokličem, pa v tvojem imenu potem odgovorim. Lahko me pokličeš. Vedno me lahko pokličeš. Ne biti sramežljivi, napišite mi, pa vprašam Petra direkt. Tako da. Kakšno je tvoje sporočilo za tvoje in moje fane? Pač treba uživati v tem, kar počneš. Se ne obremenjevati z rezultati, ampak res uživati v tem, kar počneš in iti pač ven športati z dobro voljo, z nasmehom, se imeti fajn in ne poslušati to, kar pravijo drugi, ampak pač biti sam svoje. Koliko časa še nameravaš vleči ta tempo? Ne vem, zaenkrat pač lahko še sledim lahko pač temu mojemu ritmu, lahko povem, da ostajamo po 6 zjutraj. Da, pa spat hodiš? Spat hodim pa med 9 in 10. Aha. A ne, zato ker pač pravim tako zvečer sem nekoristen in če sem nekoristen, a se valim po kavču pa preklapljam neke programe televizijske, ampak grem pač tudi brat ne morem zvečer, da sem koma in spat. Jaz sem spoznal, da ti rad maksimalno izkoriščaš tvoj čas, ki ti ga imaš. Tako je. Ne maraš Tako je. malo bluziti, a? Nočem bluziti, res ne. A si to tudi na otroke prenesel? Ne vem, se mi zdi, da sta fanta pridno oba, no. No, lepo. Da sta pridno oba, da sta oba v redu, tako da sta se tudi mene nekaj naučila, no, kar se tega tiče. Ne maram pa, nisem jim pa nikoli govoril, jaz sem pa tako. Jaz sem pa v teh letih tako, vidva pa tako. Pač sama vita, kar vita in pač morta, ne. Eden v službi, eden še ni, ampak tako da počasi bo tudi to zrihtalo. Še nekaj, kako je žena gleda na vse te tvoje podvige? Bi mogel vprašati njo, ne? Dobro. Mogel vprašati njo. Ampak ja, pač... A ti da reče, pa dobro, si si 8 odpeljal, pa kaj je s tabo? Ne, enkoli. ne reče? Enkoli pravi, reče. Kapo dol tudi ženi, ja, za support. Seveda, ja. Ker tudi gre z mano na dirka, kde ne, tako da... Pa saj tudi neki vid pol. Ja, definitivno, zato ker tudi jaz nikoli ne pričakujem, da bo hodila po krepnih, a ne? Je pa tako, zdaj pa moramo pa tako ločiti. Jaz sem moji baby naprimer rekel, da mogoče si ne želim njene družbe na dirkah, zato ker ko sem res, ampak ne vem zdaj, kako je to z maratonom pa z downhillom, ker v downhillu sem bil malo pod stresom in moj možgan sploh ni za njo narejen takrat. Razumem. In predvsem se moram fokusirati na pogovore o kolesu, o progi in biti z glavo tam, ker če je kaj narobe, je lahko res narobe pri downhillu. Res je. In zato mogoče te trenutki, ki bi bila žena z mano, ne bi bili toliko dobri za oba. Kako je tle? Ja, tle je tako, da sem jaz že povedal ti, da sem zelo egoističen na teh dirkah, no sej. in gledam na svoj rit in... A se je navadila pač? Ja, se je navadila, ja. So bile pa težave? Ne, mislim, da ne nikoli. Bravo. Ker jaz pač enostavno, ne vem, primer enkrat stran sal, pa je rekla ti, kaj pa ti misliš, a veš, mi bi pa tle šli na to okrepno, pa če bi šli tle, pa če bi šli tam, pa če bi uno. Prosti, me ne zanima. Povete, boste, ne boste, druga me ne zanima. Točno to. Če ne boste, ne bom nič jazen. Ja. Sam reče, ne bomo, jaz bom poskrbel zase. Tako.
Tako razmišljam. No. Dragi moji, upam, da ste se kaj naučili iz te epizode, ker imamo res enega hudega, prekaljenega mačka, izkušenega kolesarja. In jaz ful cenim, da si vzel čas, prišel v tale majhen brlog. Hvala za povabilo. Ja, malenkost, včasih mi je bilo, pa upam, da kdaj kakšno odpeljava tam na Slivenci. Ja, vedno Mame si boš čakal dobrodošel. na gor. Vedno si dobrodošel. Odlično. Vedno bomo si naredila. dobrodošel, ti bom pokazal kakšno drugo stezo, ne sem tisto, ki ti poznaš. The best. Evo, se veselim. Upam, da je bila ta epizoda všeč. Lajki, share, subscribe, kje te lahko spremljajo? Instagram, Facebook, Spletno stran imaš? nimam. Nima. Instagram, Facebook, vse je v opisu profila. Srečno na Cape Epic Hvala. 2025, pa na vseh tvojih podvigih v letošnji sezoni, pa brez poškodb. Hvala. Imamo to. Čau! Čau.